Ljudje in ljudine, poslušate Obot, že 11. epizodo podcasta oziroma podaje. Upam, da ste se že streznili od praznovanja naše 10. epizode, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, osebni božički ozvočenih domov, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Hrlamov, lepo pozdravljeni. In ker je veseli december, in ker je tole posebna, specialna, izvenserijska, veselo decembrska božična epizoda, imamo za vas znova presenečenje, pravzaprav, ker vse že razkrito v opisu epizode, to niti ni neko presenečenje. Skratka, tudi današnja epizoda se snema v Kinu Bežigrad pred živim gostom in danes je to... živim gostom? Ja, danes je to... to republika res ni, no. In danes je to nihče drug kot prva pižama podcastov. To je komik, avtor bestsellerja, samo enega zaenkrat, kar me osebno zelo prizadane, mojster literarnih memov in sploh femič Boštjan Gorenc Pižama. Pozabil si Story moški leta. Se opravičujem, in Story moški leta v desnem kotu Pižama. Živijo, eno vprašanje, zakaj si to treznenje omenil v tretji osebi, ker mislim, da bi ga moral prvi glede na to. Je pa super, moram reči, hvala, ker ste me povabili na tole snemanje božične epizode in vesel sem tega koncepta, da smo oblečeni samo v rdeče boksarce. Ja, nam se je zdelo to kar primerno za ta letni čas in za vse to. Je pa tako, no, Pižam, mi smo te povabili sicer zato, ker si tako božičkast in da imamo končno trije bradati proti enemu, ki ne ve točno, kaj je. Ampak zadnje čase nisi več toliko božičkast, no, to je treba reči. No, tako, zdaj, nisem božičkast, če me poznaš odprej. Če me vidiš v prvo, še zmeri upizda taj bajs. Ne. Po moje zdaj, če se bi v belo brado dal, nisi več božiček, ampak Saruman. Poglej. Moj palantir. Skratka, tako kot Maji Peharc v prejšnji epizodi, ki še nismo posneli, ker ne snemamo kronološko, ampak delajmo se, da snemamo kronološko. Tudi Pižami danes simbolno podarjamo značko specialnega agenta Obot. Agencija je sicer tako tajna, da niti nima značk. Budžet je tako črn, da niti ne najdemo nobenega centa na njem. Zato je, kot rečeno, ta značka samo simbolna. Lepo zdrav vsem zvestim poslušalcem in vsem, ki nas poslušate prvič. Če ste prišli zaradi Pižame, ostanite zaradi naših 3 žametnih glasov ter čudovitih vsebin, ki jih pripravljamo vso praznično skrbjo in pozornostjo skozi celo leto. In ker je tole posebna, specialna izvenserijska božična epizoda, smo za vas pripravili tokrat top 3 oddajo, se pravi tematsko epizodo, in sicer bomo naredili osebni, intimni pregled top 3 božičnih filmov vsakega agenta posebej in tudi seveda gosta, zato je tle. In sicer smo se zmenili nekako, da se uvrstimo prvič filme o božičju, ki se dogajajo za božič, in ali filme, ki jih skozi predvajajo o božičju, pa niti niso nujno vezani na božič, in ali filme, ki jih vi navadno gledate za božič in vam osebno nekaj pomenijo. Se pravi, ki jih mi navadno gledamo za božič in nam osebno nekaj pomenijo. Ker gre večinoma za klasike, že skoraj televizijske zimzelene filme, ne pričakujemo, da bi vam preveč kvarili užitek gledanja. Saj ste večino teh filmov gotovo že videli. Če pa kakšnega niste, pa si za 5 ali 7 minut poklite ušesa ali pa preskočite naprej po epizodi. Skoraj bi rekel, prevrtite jo naprej, ampak ker nas poslušajo večinoma milenici, bi vas to samo zmedlo. Skratka, naredite, kar morate, da vam ne kvarimo ogleda kakšnega od filmov, ki ga še niste videli, saj tudi ta epizoda, kot vse naše epizode, vsebuje kvarnike. In zdaj intro. Evo, top 3 božična epizoda, mi 4, moram se navaditi na nov vibe. Skratka, 4 tle v rdečih boksarcah sedimo in se bomo pogovarjali danes o božičnih filmih. In preden začnemo, bi kdo rad še kaj povedal lepega božičnega gvošču našim poslušalcem.
kakšna totalna tišina. Da mahu jaslicah ne bi plesno vratov. Ja, definitivno se pa počutimo tako kot na RTV-u, ker snemajo te novoletne epizode, tako 3 tedne prej. To je dobro, veš kaj je to dobro, zato ker pol ob 2 popoldne že nazdravljaš. In to moraš ponavljati zdravljenje. Ene 3-krat. Jaz sem bil, kdaj sem 4 leta nazaj, takrat, ko sta Lado pa Slon delala in imam tako lepo izkušnjo potem čakanja na snemanje, ko sva z Mileno Zupančič pila viski iz kozarca za vlaganje. Tako da, that's my biggest shot to fame. Kar dobro. Koliko vas je popivalo z Mileno Zupančič? To je božični spomin. Jaz sem bil z njo na tehničnem pregledu hkrati leto. To se je slišalo zelo narobe. To je bilo zelo, ja. Pozabil si omeniti avtomobila, mislim, da je bilo nekaj narobe. Skratka, mi vas vsem vam želimo pač srečen Božič in danes se je rodil pač naš odrešenik, namreč 46 let praznuje Justin Trudeau, premier Kanade, in to je še kar pomembna informacija za vse naše oboževalke. Hotel se reči, verjetno odrešenik pod črtajca. Se pričujem, seveda, hashtag feminizem, hashtag ne vem kaj. Me too. Hashtag mito. Hashtag Buddha mit. Ne premija Kanade zamešati z možem od Jennifer Aniston, ki ima skoraj isto ime. Ja, ne bo Igor trivia. Sorry, ampak noben ni pomislil na moža Jennifer Aniston. Tako, prav pa Justin Timberlake, ki mu isto ime pa skoraj isti priimek. Ja, skoraj. Na njega sem malo pomislil. Ja. A to cesar Justinian. Sem poljuboljši Justin Bieber, ki je vse iz Kanade. Ja. Okay. Ta geografska bližina. Pustimo to, zakaj jaz vem, da on iz Kanade. Zakaj? Ker sem mu pisal prejšnji mesec fanmail. Ja. Lepo, tako, starošolsko, v kuverto. Ja, kako pa ti Šminko zaprt. A ti tega ne dobivaš, Žan? Jaz dobim vsak mesec 15 mailov. Mailov, mislim pošte dobim, ja. Elektro. Daj bliščice, no? Ne, samo bili prah. Ne. Skratka, da smo sporezani. Epizoda poteka takole, da bomo šli 3 kroge, vsak od nas izbral 3 najljubše ali pa najboljše ali pa kakorkoli že božične filme. In bomo naredili pač 3 kroge in vsak bo predstavil enega in potem bomo komentirali mi drugi, če smo gledali. Ker eni te ljudje ne znajo zbirati to 3 filmov. Spet, zakaj govoriš o tretji osebi? To, kar čisto namerno govorim o tretji osebi. Jaz sem zbral same klasike, lepo prosim. In jaz mislim, da ne bomo predolgi, ker mi za razliko od enih podcastov, ki jih ne bomo imenovali, mi nismo tako dolgi, običajno. Opazovalnica. Jaz nisem nič rekel, to je bil, za rekord, to je bil pižama. Če kdo ne loči naših glasov, jaz ne vem, kako ljudje to vejo včasih. Pižama Junka ni Štajerc. Ja, to je dobro začetek. Kako se že temu reče? Ne, kaj se vljoni? Krajišnik. Krajišnik, ja, hvala. Nisem sicer to mislil, ampak ja, ta je boljša. Bom se delal, da sem to mislil. Skratka, top 3 je božični filmi. Kjer se Varda konča, pa začne vahta. Ja, po moje, tako jezikovno je to gledano točno tam. Skratka, dajmo kar začeti. Najprej zmenili smo se, da je gost, ker pač gost tako ima prednost in vse te stvari. Mi smo pač prijazni, gostoljubni ljudje, tako da Pižamc nas bo presenetil s prvim svojim božičnim filmom, ki je... Najprej bi eno vod povedal, kako sem izbiral, ker pogledal sem, kot bo moj klerikalni prijatelj, potrdil. Jaz sem z Igorjem bila skupina faks in moram reči, da so dobrčno število ur preživela v teoloških debatah, v estahologiji, no je bila sploh najna taka priljubljena tema. Meni se zdi, da ko govorimo o božiču, ne moramo gledati na širšo sliko. Moramo se zavedati, pač Jezus je bil rojen od Boga, iz Boga je Bog, se pravi, se je že ob rojstvu zavedal vsega in je ob rojstvu vedel, da bo umrl, se pravi, da mora pravi božični film vsebovati vsaj nekaj smrti. Okay. In tako sem tudi izbral te 3 filme, pri vsakem bom potem tudi povedal, ne pač zakaj. In zdaj prvi so Gremlini, ne, in kjer je dejansko
film, ki se predstavlja kot božična komedija, ampak je zelo temačen in vidimo kar nekaj mrtvih, čeprav potem, ko greš brat, kakšen je bil originalni scenarij od Chrisa Columbusa, vidiš, da bi bil še bolj. Dejansko, da je bil pravzaprav skoraj, da že tam 8. krog Dantejevega pekla ali pa nekaj takega. In Dante mimogrede je tudi režiser. Tako je. To je bilo tako zelo... In če ne veste, kjer Dante, to je ta Dante, ki ima svoj vrh. Ta pa je vse bil dipkat. In če ne veste, kaj je to Dante vrh, ne Google. Tako da ja, čakamo, da bo James Franco posnel film o delanju Dantejevega vrha. V glavnem, Gremlini so pravzaprav na prvem mestu tudi zaradi tega, ker so en zelo taka Magdalenica moja, zelo tak, ne bom rekel prijeten spomin na otroštvo, ker prvič sem Gremline videl ne na filmu, ampak v enem članku v Politikinem zabavniku, da vi ste neki mlajši, ne? Kjer letnik ste vidva? Jaz sem 83, mi to je 82. To pa, ja, sta premla. V glavnem, vem, kaj je Politikin zabavnik. To je vsak teden, ne, je revija, ki je prihajala, stripi so bili zelo dobri, noter pa polno nekih teh poljudnih člankov, tak proto-Joker variantica, ne. Rekel se Joker, se so sami rekli, in Febo in Sneti, da so se zgledovali po njih tudi. In je bilo tudi jasno, potem v filmih se je bil nek tak dvostranski spred, celo v barvah, ne, včasih se je zgodilo, da so bile kakšne strani odbarvne, o Gremlinih. In mene, priznam, so mi tiste pošasti kar prestrašile, ne. V nežni starosti 6-7 let in dejansko sem imel kar malo more, nisem si upal jeti v klet, priznam. Gremlini neki. In sem kar nekaj časa potem rabil, pol niti ne poguma zaradi tega, da sem jih končno videl, ampak predvsem zaradi dejstva, da nismo imeli doma VHS playerja. Tako da, ja, da so prišli potem po toliko in toliko letih na TV, pa vse, ampak si tako kot mulc naštekaš, ne, vseh teh nekih referenc noter, pa vseh lepih teh temačnih nijans, pač tam so ti, ne, zdaj se pa, en je tukaj, ki so ga polili neki, ne, in se dogaja in ti je smešno in vse je sluzasto, ampak ja, to je to, ne. Zdaj, ko sem dejansko ga gledal, zdaj sem ga v pripravah za to epizodo gledal in potem pravzaprav me je prešinilo, ne, zdaj, za tiste, ki res ne veste, kaj je ta film, ne, moramo razložiti. Pač, zbegani izumitelj, ne, svojemu sinu, najstniku prinese Mauglija, ne, ki mu daje ime Gizmo in potem so 3 pravila, ne smeš ga polit z vodo. Ne, prva je brez svetlobe močne, druga njega polit z vodo, tretja njega hraniti po polnoči. In jasno, dieta, tako da je, in potem jasno prekršijo predvsem drugo in tretje pravilo, prvo šele potem, ki hoče fentati, in naredi se kaos, masakr, poplava teh gremlinov, ki nastanejo iz luštnega gizmota, do končne rešitve, potem razrešitve v supermarketu, enem, ne, zelo centru. In meni je prišlo pismo na neki točki, tleka gremlini, ki gledajo Sneguljčico in se ona dva vzad plasta. Jaz sem ki dobil Tarantino idejo za Glorious Bastards. Isto je. Res? In Glorious Bastards pa gremlini. Isto je. Kino, vsi so noter in oni morajo uloviti vršt ta kino, zato, da bojo rešili mesto. Wow. Fuck. Sam res. Nikoli nisem pomislil. Dobro. Lepa, nice one, John. To, da je pa seveda ne smeš preveč logike gledati tega filma, recimo od tega, da ja, ne, je voda, ne, da so hladnokrvni, so očitno, ker pač kar skozi hodijo po snegu, ampak se očitno ne stopi pod njihovimi stopalci, da bi... Ja, seveda ne. Lahko tako vpliva na... Je pa to film iz 84. leta. Tako, ja, Chris Columbus... Takrat še ni bilo logike. To so poznaje. Ja, to je pol Marvel, neki začel to neko. Ta postmodernizem vse uničil. Tako da ja, in je tudi recimo fuljenih teh citatov, ne vem, na koncu tak črto, ta glavni negativc, ki umira, pravzaprav skoristo, ki skrinja zaveze, ki odpre, ne, ki se stopi. Polno jih je. No. Je pa originalni film dosti bolj krval, bil recimo notne in mama ne bi umrla, ne bi obglavali, pa njeno glavo zakotalili dol po stopnicah. Meni osebno je najbolj traumatično tu v tem filmu bilo ne same pošasti, ampak to, ko potem ta punca pove, kak ima
zakaj ona ne mara Božiča, ker se je fotor obesil. Ne obesil, v dimniku je se zataknil. No, ampak cela ta scena mi je bila tak, ok, ne, handlam to, da je pač gor, pol pa tak, fuck, ne. Čustva. In tlej tudi ravno ta prizor je Spielberg kot producent, mu ni bil všeč, ampak je pustil režiserju njegovo voljo, da ker je hotel, da je noter. Je pa še, v izvirniku recimo se Gizmo dejansko sam spremeni, v zlobnega ne ostane, te luštan tako, ampak so videli očitno in malo da za marketing in to, da imajo nek ta lik, ki je prav luštan. Čeprav so na začetku mislili, da bo sam v teh prvih prizorih se bolj spremenil in so imeli lutke za njega tako narejene, da so jih morali potem ne vem koliko na novo delati, da je lahko delal stvari, ki so jih dodali. In pa ena od variant, ki so jih imeli za množične prizore, mišljene je ta, da bojo imeli opice z maskami. Ampak, ko so ta prvo probali in so ji dali gor masko in ponorela po studiu in ne vem, kaj se je razbila in so rekli, ok, mogoče bomo raj probali z lutkami. Mislim, da so lutke bolj vodljive. Nekaj se z Moglijom so čist zmagali, ne? Pardon, Mogvajo. Še band so pol nekdje. Ja, ne, to je zanimivo, ne, zdaj študiramo bandu, to je škotski band post-rock, ki ima tole neko tiho glasno dinamiko noter vse in je tako, da bi vodo gor špricno na Moglija, nekaj naenkrat se razpizdi. Je pa to meni, ful so z marketingom po mojem res zadel tale cuteness, je našopana na 11. Še posebej ona melodija, veš, ki si jo žvrguli. To je meni zelo, mislim, to meni od tega vsega filma, ne, pa zraven, ko poje one božične pesmi, pa ne vem, kvali, odvisno mi je ta muska mi je prav zacementirana. Ja, zelo je srčkan, mislim, da v tej epizodi moj hat zgleda kak njemu. Gizmo. Recimo, sicer pa na IMDb-ju piše, da kao ne bi Gremline besedo, ne bi Roald Dahl, se spomnim, kar sicer ni res. On že leta 43 spisal neko zgodbo v njih, ampak gre dejansko so jih že, jaz sem šel pa gledat v malo po slovarjih in je na prvih omemb iz leta 41. Sprav že pred. Gre pa jasno pač za ta neka bitjeca, ki so ne bi sabotirala Rafova letala in ena od možnih etimologij te besede je to, da pač iz Goblins pa Fremlin. Fremlin je pa ena pivovarna bila, ki je delala pivo v flašah in so ga pač te piloti pili in je iz tega prišlo. On account, they called them gremlins on account of they were the goblins which came out of Fremlin beer bottles. They were the genealogy of the RAF masses in India and the Middle East, where Fremlin's beer bottles were plentiful. Fremlin je pa po svojem, ima pa tudi zanimivo zgodbo, to je pivovarna iz Kenta in je bil zelo zagret kristjan človek, ki jo je vodil v 19. stoletju in je pravzaprav izključno flaširal pivo, zato ker je bil mnenja, da pač v pubi niso ravno kraji, kamor bi bogaboječi ljudje hodili in pač, da si ne zaslužijo njihovega pira. Pač noče, njim ne bom dal, ne. Pač, lahko se ga napiješ, ampak v okviru družinskega objema. Aha, čudovito, ja. Pač, da vse ostane v familiji. Ker naenkrat se statistika padanja po stopnicah ful poveča. Ja, dobro, šte pa pravzaprav Gremlini so pa en redkih filmov, kjer ne padajo dol, ampak zletijo navzgor po stopnicah. Ja. Kaj tisto staro, kaj je neka verzija, ne, Old McScrooge, pravzaprav. Ja. Ampak nimajo potrpljenja, da bi jo probali repentati. Ne. Pa dobro, pa pri Gremlinih imajo vse všečke, ki je ful. Ni to Chucky ali pa neke te grozljivke, ki je ena neka mala lutka, ki pobija ne vem koliko ljudi. Gremlinom sem verjameš, da če se jih 10 spravi nate, da ti neki škode naredijo. Ne za unga nekega prstne stran. Pri tebu filmu res to všeč, da so lutke, ker bi zelo bolj plastično, umetno ne zgledali, če bi to zdaj sem neki bral, da je kao v produkciji oziroma idejno, da ne bi se trojka delala. Mene je strah CGI Gremlinov, ker ne bojo, ker recimo, ne vem, te stvari fizično ti res predstavljajo grožno. In tudi filmsko izgleda bolj, recimo tudi ta, če ste gledali zdaj te nove oboje, te nove mapetke.
ki so bili. Ta prvi so bili res čist lutke, potem super, v drugi so pa že polno neke te jih proba z računalniškimi animacijami, pa neke akcijske prizvanje, tiste tako kar ubija vse skupaj. Pa tudi musko so noč stlačili. Mislim, prvi ima vse pesmi, ki so noč čisto organsko služijo zgodbi, v drugem pa pač and now let's have a musical number in že to ubije tempo, pač. Ja, tlej pa pravzaprav edini musical number v Gremlinih je to, ko oni pojejo vne. Ja. A ja, ko si poješ ono, haj-ho. Ja, pa haj-ho tudi pojejo. Pa en Christmas Carol imajo, ne? Ja, se to, ko so pred bajtami. In tlej super, koliko je teh nekih sploh tam, ko so v baru, koliko nekih različnih poklonov, različnih identitet, pa nekih navezav na določene kulture, subkulture. Zelo so inteligentni ti Gremlini, treba jim priznati. Potem pa sploh ne v dvojki, ker pa mislim, da jo moramo omeniti, ker je pa bolj lahkotna, in gre bolj že zdaj na ta gornji ima tega nekega čustvenega. Tlej bilo res vse tako intimno. Noter čutiš ta kraj, kako je, pa ne je vera, ja, kaj vi meni pravite, ne, oni policaji, da se dogaja. Druga pa se pa vidi, je pa žurijo pogledati, je pa dajmo pogledati, kakšne Gremline vse se lahko spomnimo. Ja, oni filozofijo dober. Pa takemu krila zraste in zletine in potem ta Batman kvazi logo. Pa tam je, v dvojki je super ta meta moment, ko se zgodi, ko filma zmanjka. In potem oni, daj nazaj, svet se vidi. To sem tudi pozabil, dvojka je tudi. Jaz sem enko sem gledal nedolgo tega. Ne, dvojka je res čisto razpaljotka, to prav rad bi bil na tem sestavljanju. Dvojka je, da vem, 4 kolegi, flaša viskija. Kaj imaš, v ruke nota. Jaz sem spomnil unga, ki pojejo na New York, ki pride ven neki kabareže. Ja, pa ona prostitutka Gremlina. Ja, točno, ja. Tisto šminko. Ok, kaj so bile pa vaše prve mokre sanje? Super, dobro si to zbral. Rad bi še to omenil, da v bistvu Gremlini so zašprudlali pol še eno franšizo, ki se imenuje Crittersi, ki so postali popularni. Mislim, šlepali so se na popularnost Gremlinov in so prav, producenti so rekli, Gremlini ste videli to, do it. Ja. Samo Gremlini tudi za PG rating, ne? Oni so prišli ven 84. Mislim, da isti vikend so kot Ghostbusters, ali en teden razmaka in trebalo pravzaprav takrat, ko se je začelo to dogajati, da pač zdaj tam malem ne moramo pstiti glih samim, ne, ampak tudi zdaj pa da bojo pa sam 17 plus ljudje hodili, pa ne gre, ne, in oni so pravzaprav, da se je nekako ta umestni rating potem pojavil. No, zdaj smo obdelali vse, ne sem... Sam še si dovolj sta, ker moral leteti kakšna naleta. To je bilo zdaj tako zgodovina filma v enem filmu. Hvala, zelo dober ste se pripravili na tako dost boljsko nekakšen drug. Ja, mislim, da od zdaj naprej boste samo razočarali. Najlepša hvala, ker ste poslušali. In mir ljudem na zemlji. Žal mi to ravno ti, ker se najbolj smišni, tako si ti na vrsti. In to bo rekel pir ljudem na zemlji. In si pač ti tist, ki ima svoj naslednji film in za svoj prvi film, božični film, top 3 filme zbiramo, če ste slučajno vmes pozabili. Mito, kaj si izbral ti? Ja, kot prvo, vam tudi povedal svoj niz filmov, da ima koncept, imajo pa vsi socialno not. Naš Mito skuša biti socialist. Skuša, podarek se skuša. Z njegovimi Ralph Lauren svilenimi boksarcemi rdečimi, da se to ne uspeva. Sem v kroku. Dober medvedek. Moja žena ve, da to ne drži, ker medvedko pa nijem. Tigra imam. Dobro, mislim, da pa je to fake polo sport boksarce. A pa se nek drugi je dobil. Mislim, da je ta trenutek primeren za Batmana. Ja, jaz sem izbral Batman Returns. A je tudi tle kakšna osebna zgodba? Ja, osebna zgodba je v bistvu... Ne vem, kjero leto je bilo, ampak skratka Mulot smo bili še, jaz pa moj brat, ki smo eno leto razlike. Film je takrat iz 92. Ja, mislim, da pol nekaj, mogoče 95 tazga, ne vem, kdaj je bil po televiziji že zašprudlan. Ampak, skratka, stara dva sta za novo leto nas spravila na Pohorje, na neko žurko in seveda mi deci tam gledamo, vsi se pijančujejo, razumeš, pa plešejo, mi dva smo bila z bratom, zdaj pa kva ne počnem, hudičo, niste tam na grozdo sred fucking Pohorja. Vse ne premala, ja. In pač nekdo zašprudla na televizijo,
Batman Returns, fuck je, končno nekaj započeti, čeprav je zgolj ekran gledati, ampak ok. Tako da se me je ful zasidro noter, kot res ultimativno nekaj tale, v bistvu božični / novoletni film. Ne. Socialna nota pa je v temo, če v bistvu film trezno pogleda, skratka, imaš Batmana, imaš Catwoman, imaš Pingvina, imaš tega Shreka, Shreka, koruptivnega politika, pa velekapitalista, pa tako naprej. Donald Trump je v bistvu kao varianta. Je pa lepa socialna nota na to v bistvu na Pingvina, ne? On mi je všeč. Kljub temu, da Danny DeVito v bistvu našopa to na 12, pa kar malo gabnjeno. Pa še vedno ne šteka, kako smo naredili to protetičen efekt, ko mu nosim neki zveni iz ust šprica. Ne vem, si gledal, kdaj je It's Always Sunny in Philadelphia? Tam niso imeli protetike, pa vedno to zna narediti. Ok. Očitno special talent. Po moje je bilo tako, sam, we'll just go with it. Sam slino, nekaj mu da je usta, da bom bil slino pobarvano. Tle malo likoriso požveč. Nekaj zgleda kot nekaj kao full temna cedevita, ki je vnosto ven šprica. To je socialna nota tvojega. Lahko si rojen v kanalizacija, ampak boš priplezal na vrh kriminalne lestvice. Zelo lepo. Jaz mislim, da to kar pomembno mera za našo mladino. To je. Sponzor današnjega oboda je Miha Kordež. Pa proteini.si. Ne, film je drugače, vsega večina folka zihar pozna, tako da ne bom delal za neke pretirane obnove, ampak mi je bolj nor kot ta prvi, ker ta prvi je še kar nekako resen, pa Jack Nicholson je itak tista neka svoja persona tam, ki ga naredi. Tu je pa tak že noro vse skupaj, pa kempi, pa tisti cirkusantski banditi, ki naprimer, ki prije z ono lajno, pa začne kar streljati z mitraljezom, pa se smeji vmes, pa mislim, tak je čisto overboard. Tim Burton si je pri tem filmu res dal duška in zajebal Warner. Tukaj je bilo, da prvi film je bil še zelo child-friendly in otroci so imeli full radi Batmana in so full merchandise prodali in šli drug film delati in so rekli Burtonu, kdo bo not, in potem so naredili full igračk, pa McDonald's je imel tie-in za Happy Meal in potem je prišel film ven in je McDonald's rekel, mi bi prekinili to pogodbo, vse tiste igrače so tam ostali, starši so bili, kaj sem to otroka poslal gledati, zdaj ne spi že en mesec, ne, in to. Mogoče so bili tudi krili burgeri z McDonald'sa. To bo vzir. In potem so rekli Timu Burtonu, hvala. Hvala, pej delati svoje filme z svojo ženo. Ne, se res nora. Prva minuta filma se začne v bistvu z rojstvom pingvina in takoj naslednji kader je on že v kletki, ki mačka poje. In prvi stavek, ki ga zgovorijo, zato je božični film, tudi je Merry Christmas. In zdaj pa me prav zanima, koliko od vaših filmov, ki jih imate danes le napisane, je prvi stavek Merry Christmas. Tle si nas pa dubo. I got him! Plus film je izredno aktualen dan danes, zato ker ne samo, da je pingvin direkt Donald Trump not, imamo tudi primer Me Too, kjer šef ne samo, da grozi svoji zaposleni, ampak je celo vrže skozi okno. To je ena bolj groznih elementov. Mislim, ne tisto, v spominu on brat ta grozni element, v bistvu, ko on porine skozi okno, to sem videl že 100-krat, ampak tisto, ko pada... klasična defenestracija. Ampak ko pada skozi tende, naprimer na vzdolj, ko je tako ruha, naprimer, to pa imam še zdaj v bistvu kot neko grozno otroško travmo napovedati. Ali pa imam mogoče zaradi tega filma rad mačke, smo 4 mačke doma. A se je bolj poškodovala ona, ko je padala dol, ali ko je šivala, pa se je to zbodla, ona se mogla, kako se mogla zbodla, se tako kostum delala. Nisi sama naredila kostuma. A se ga mucke naredile? Ne, jaz mislim, ni Michelle Pfeiffer. Igor, dajmo se nisem filmski kritik za Weekend magazin, ampak imam osnovno dojemanje tega, kako filmska industrija deluje. Ne, nimaš. Nimaš. Michelle Pfeiffer si ni naredila kostuma, ampak Michelle Pfeiffer je bila Burtonova prva izbira. Obstajala je tudi igralka, tale punca iz Blade Runnerja, ki je hotela imeti to vlogo. Ona si je naredila kostum in je prišla nepovabljena na audicijo in zalezovala Tima Burtona, ki se je skril v pisarno in prosil varnostnike, naj jo pospremijo ven. Ja, ženska je prišla oblečena v Catwoman kostum, ki ga je sama si šila. Iz mačk.
Sprašujem za prijatelja. A pa je v tem podcastu dovoljeno vprašanje, če je bila Stržiča? Ne vem, Igor se bo odločil, on je montira te stvari, tako da bo videl, če bo pustil nota. Je pa tudi Danny DeVito, to se spomnim takrat, ko sem spremljal, ko so snemali, ko so razlajali, so bile te zgodbice, kako on ima rad otroke, ampak v tem pozitivnem smislu. In kako jih je tako bil, otroci, nekaj se bom in oni zbežijo, kriče pa, se res, to bom šel breči. Le kako to. Ubogi revež. Ne, toliko z moje strani, mislim, meni se... Pa Danny je musko naredil. Ja, to je Burtonov že klasik. Skratka, gremo kar naprej, da ne bomo se ostali. Mislim, da to res je film, ki ga vsi bolj manj poznamo in gremo na nekaj, kar mogoče ne poznamo vsi. In Igor, ti si za svoj prvi film izbral? Najprej povem celo zgodbo svojega izbora. Jaz sem zadnji izbiral... Vsi imate zgodbe z izborom, da smo imeli še nekaj zmisliti. Zato sem te včeraj vprašal, kaj je to. Jaz sem si zadnji izbiral in je mi to že vzel Batmana. You're welcome. Ta je bila kar ugly poteza od Miteta, to si tudi meni zdelo. Ne, jaz sem imel taki joke nekako, da bi v bistvu, ti si Tokyo Godfather razrebil, rekel, ki sem maščeval za sam doma, pa z Batmanom, pa se bi bolj Igor maščeval z ničim, ampak očitno ni bil. Očitno se zloba pri tebi ustavi ta circle of evil. Ja, vidim, da ni šlo naprej. Zato pa vratujem bolj plešast, očitno. Skratka, kot je Mito izpostavil, imam jaz sami grozljivke. Ne vem zakaj, ampak dost naključno je tako prišlo. Dajmo pogledati, kakšen je bil Božič, ko si bil star 3 leta. Da to izbral. Zelo srečne Božiče sem imel vedno. Si kdaj po nesreči poinhaliral ovco, ko si kihnil iz jasel? Ne, tudi ne. Jezušček zataknil v sluhovod. Ne. Skratka, prvi film, ki ga imam, je nekaj, kar je bolj neznano in priporočam, da si jo gledate. In sicer imenuje se Rare Exports. Gre pa za enega... Redki izvoz. Dajmo se izbrani izdelki. Za izvoz. Tako, hvala. Gre za enega izmed kar množice filmov, ki so ugotovili, da besedi Santa pa Satan pa sta zelo blizu, ne? Ampak, to je v tem v to je bilo vloženega kar nekaj premisleka, si predstavljam, Je pa ta film finski. Nekaj pa res! A se izide? Se izide. Okay. Skratka, gre za finski film, kot pač vsi imamo radi finske filme, se vemo, ne? Ja, seveda, ja. Postrem. Oba, ki so jih naredili. Sem jaz onega prvega rajš. A misliš generic exports? Ja, to moje, ja. Ne, rare imports, veš. Nisem imeli to stvari na Finskem. Ja, sorry. Na Finskem pa tam je vseeno toliko snega, da ne more ful nekih stvari pridelati. Skratka, tale film je zelo lušen. Gre se pa za to, da en fantek živi tam na Finskem z očetom pa prijatelji in je tam ena gora, kjer je neko arheološko izkopavanje, ki ga ena ameriška korporacija financira. In potem ugotovijo, da je not dejansko božiček zakopan, ki pa ni prinašal daril, to je vse skupaj samo korporativna laž, on je samo hodil naokrog in je kaznoval poredne otroke. In potem so ga not zablokirali, ker pač je bil evil. Skratka, milijon stvari se zgodi, ne vem zdaj pokvaro celega zapleta, ki je zelo, zelo lušen. Tak po enem tonu je zelo blizu recimo Gremlinom ali pa čem, ki imaš neke strašne momente, ampak imaš tudi ene zelo srčne. Ful je dobro posnet in tale finski humor je not, ki... Kakšen pa je finski humor? Z alkoholom proti. Skosek zebe. Evo, tebi tudi zebe. Ja. Mislil sem bolj na filme Akija Kurosmakija. A ni bil Kurosawa Japonc? Sorry, Igor, zdaj pa jaz imam feeling, da sem tebe trolam. Pomilkta se lepo, prosim. Dajmo malo nekaj profesionalizma. Itak, da ga moramo trolati, če je filmski film. Sorry, to ni opazovalnica.
Close enough. Ja. Skratka, tale film je lušten, pristen, pa nič takega niste videli, ker večina filmov, ki ima Satan varianto, so zelo generični in neumni v končni fazi, ali pa pač gori in je en kup nekega klanja. Tale je zelo v redu. Sploh, če pa še niste nobenega finskega filma gledali, pa si pogledajte tega. Ne? Mimo grede, ta isti režiser je potem par let kasneje z istim glavnim igralcem, tem otroškim, naredil film Big Game, ki se tudi dogaja na Finskem, in Sam Jackson igra ameriškega predsednika, ki mu se strelijo Air Force One in ga probajo ubiti. Na Finskem. Na Finskem, ja. Pač to se zdi logično, ja. Ne, letalo v zraku si strelijo, pa pade na Finsko. Pač. Sem razumel, kaj se dogaja. Razumeš, kako deluje koncept gravitacije. Ja. Skratka, in ga na Finskem hočejo biti, ampak oni se ga, Finci ga se strelijo. Ne, bomba je na letalo. Ja. Ampak pol mu sledijo, zdaj pa ne razumem več. Torej kako so vedeli, kje bo dol padlo? Niso, ne? Oni probajo poskrbeti, da ga bojo ubili, in potem en mali fantek, ki ima neki rite of passage, ga rešuje od Sama Jacksona. Čak, mali fantek rešuje Sama Jacksona. Ja. To je realističen film. Tako. Ja. Okay. Sam Jackson je predsednik ZDA. Sad mi povej, kad ta avion razstrelijo, kakšna kača preživi. Ja, na Finskem ne vidi, za kače. To veš. Takoj zahibernirajo. Ker pade dol je že zmrznjena in lahko pretepe enega. No, jaz bom pa tudi, ko sam povedal, bom naslov svojega filma in pa sem zmagal ta podcast in je gotovo. Skratka, seveda moja prva izbira je Die Hard, absolutno. Mislim, ali moramo kaj še povedati? To je ta film, ki kopira ta zadnji trailer za Brooklyn Nine-Nine. To je točno ta film. To je ta film, ki je prodal največ spodnjih majic v Sloveniji. Absolutno, mislim, je ena taka anekdota povezana s tem filmom. Jaz sem to prvič in ene toženkrat valjda gledal na nemških kanalih. In zmer sem mislil, da je naslov tega filma Die Hard. Jaz sem tu, ko sem prvič videl. Die Hard. Jaz to zmer nisem razumel točno, zakaj neka kombinacija pač nemškega prefiksa in pač ono, ampak zame je bilo to Die Hard. Samo res, kako so pomeli že Nemci prevod, kao Aufstehend, ali kako? Ja, nekaj tako. Aufstehend. Ne, Stirplangsam. Stirplangsam, ja, to je. Veš, kako pa je srpski prevod tega filma? Ne. Umri muški, jebote. No, skratka, za tiste, ki ne vejo, nekdo pride teroristi v stolpnico in naredijo to napako, da ne najdejo Bruce Willisa v prvem pregledu prostorov in pol, seveda Bruce Willis jim naredi celo štalo. Tako, jim naredi celo štalo in pri tem izreče citatov za malo morje. In Snape na koncu pogrunta, da Wingardium Leviosa ne deluje. To je bila kar grda. Ja. Mislim, lahko se marsi česa norca delati. Ampak Potterja pa ne tlepa. Neke meje si moramo se postaviti, no? Please, leave Alan Rickman alone. Pa čak, da je moj naslednji film. To je bila Rickmanova prva vloga. Dejansko tip ni igral, on je bil arhitekt ali nekaj takega in potem se odločil, da bi bil igralec in mu je ratalo. Ja. Res? Zato se je pa znajdel v stolpnici, ki je imel načrte. Mislim, so pa pogruntali, on je dosto, recimo takrat so pogruntali, da on zna full fakeat ameriški naglas in pa so uno sceno, ko so ona dva na sred filma srečata, so temu pa so pač to vtakli noter, ker so videli, on zna govoriti tako, nekaj v resnici je pač on Hans Gruber, že po imenu vemo, da Švab, no. Ker takrat so pač takrat so imeli zločinci tudi kakšna druga porekla, ne samo muslimanska. Good old days. Ja, good old days. Kje so lahko bili tudi slabi ljudje. Tako pa še eno foro je imel, mislim, da njega, češ sam enkrat pokaže med streljanjem, pač Hansa Grubera oziroma Rickmana, zato, ker je Rickman zmer ful zamižal, ko je počel z ono pištolo. Ko ful mu ga je ustrašno, je bilo in tako je sam enkrat, ko ubije enega, vidiš, tako njegov frisin je res totalno hilarious. To sem zadnjič prebral na neki trivi in sem pa šel skozi. To je razumljivo za arhitekta, če slišiš v stavbi, da neki poka bolj Jaz sem sicer moral to arhitektom malo vrečno, ker je že pred 1, 2, 3,
Fact-checking sprotno. 6, 7, tega misle nismo vajeni. 8 TV serij pa filmov ima predtem. Leta 78 je že igral, je bil Tibalt v Romeo in Juliji. Ja, ne, to je prva večja vloga, ne, Tibalt je pa kar velika. Ja, ampak to je nek obskurni... To je verjetno kakšen, veš, Channel 8. Ja, TV movie. Prvič na celuloidu. Ja, prva filmska. Prvič v kinu, po moje. Zakaj pa je to božični film? Zato, ker se dogaja za Božič. Ok, ne, sem mislil, če imaš kako bolj... Mogoče bi mogel tudi jaz si zdaj izmisliti pač svojo idejo, pač to smo se včeraj, so me vsi spraševali, kaj je vodilo mojih filmov, jaz sem sicer rekel, da so to pač meni všeč filmi in to je to. Ampak večinoma sem pol za nazaj gotovo, da je neka fora in je to kao neka familija oziroma neka taka, pač on rešuje to svojo ženo, ki je na božični zabavi v tej svoji poslovni in zlobni mediji ogrozijo njune otroke. To je zelo aktualen film. Jaz nimam otrok, ampak recimo, da mi ni vse. Za otroke Johna McClane. Za otroke Johna McClane pa to. Ampak to je pač začetek te franšize, ker sicer zadnjič, ko smo se pogovarjali o Dunu, recimo, včasih je boljš nekje nehati in pustiti ene filme na miru in ene stvari. In jaz moram reči, da to pač eden redkih, ker drug film je meni tudi še zelo dober, pač ker se dogaja na letališče, pa mislim, da spet za Božič on skuša priti z letališča, imajo zamude. Tretji je pa polet, se mi zdi, ali pa skratka ni Božič, ker se dogaja s Samuelom Jacksonom spet, tako da neka rdeča nit je spet le. Ampak meni je všeč čiste uganke in to mi še bolj, pol pa četrti pride, pole pa sem še katastrofa. Otroki tudi ta, ne, what's this shit, it's Hugo, an economic vehicle. To je tretjem. Tako da, mislim, jaz res ne bi izgubljal. Končno je tudi Jugoslovan bad guy. Vsaj v minorni vlogi. Pravni v Bruce Willis je imel, pa z Jugotom je imel že tle, ne, v Moonlightingu tudi, ne. Mislim, pa tudi Danny DeVito, ne, ko smo ga prekaj Killing, Norma, kaj že, kad Danny DeVito igra, kaj je... Mama from the Train? Ne, kaj je en film, kaj so v enem kraju, takem, mislim, da je v Bezeru neko mestece, kjer imajo kot nek poskusen program, kjer so vsi dobili jugote. In potem ena, kaj so jo vsi sovražali, jo ubijajo in potem iščejo pač, kdo bi bil morilci in vsi imajo jugote v filmu. Če otroki je potem Jeremy Irons v bistvu kot brat Hansa Gruberja. Tako je, vrne se. Pa zanimivo, dva brata se v bistvu izdajata kot terorista, v bistvu sta pa samo kao Gruber / grebator. Tako je. Ja, taki so švabi, se veš. Malo da grebajo. Malo te stereotipe, ene stvari so pa tudi na resničnih dogodkih narejene. To je tako... Sploh ne vem zdaj, kaj sem hotel, kam sem hotel iti s tem. Drowning Mona. Drowning Mona je film. Ne, to se pa spomnim, ker pol vsi mislijo, da so jo, ne? Ja. Tako je. Ok, sem se pa ne spomnil, da so vsi vozili. Vsi imajo, že Jugo je celo na plakatu. To je pa zelo pomembna pojavitev. A si ti kdaj bral, ona revija Oscar, se tega spomnite, ki je imela zmer rubriko Slovenija v filmih. In si tako iskal in folk vedno naše BD40 pa nekaj v filmih, tako pa na zemlje vidi, ker zadnji pokaže, je bila Slovenija pa nekaj tako, ker pač ni bila dosti v filmih. Iskreno rečeno. Zdaj je na vratih v South Parku, ne? Ja. Pa hčerka od Luija, ne, se uči slovensko. Marko, kje si? Ja. Tiste je bilo kar okej, čeprav. Ja, Louis C.K. Ja, to bo nekega montiranja. Skratka, mislim, da gremo kar drugi krok in spet je tle Pižamc, ki je zbral neki zelo, tudi malo grozljivkastega. Tudi kanček, ampak niti ne to grozljivkastega, ampak kot sem rekel, ne, da je ta smrt pri meni nekako vodilo. Rdeča nit, ne, je... to je pa film, v katerem dejansko nastopa smrt, ima glavno vlogo v njem in sicer Hawkfather. TV film posnet po romanu Terja Pratchetta iz leta 2007. Zgodba se pač dogaja na Discworldu, plošči, kot je to Maja Novak v edinem prevodu Discworlda v slovenščino, ki obstaja. V glavnem plošča, se pravi, imamo to klasično Discworld, ko se tudi začne, se pravi, želva velikanka, 4 sloni in gor plošča, na kateri je svet.
In v Ankh-Morporku, glavnem mestu, oziroma največje mesto, ker ni glavno mesto, ker ni to ena država, in pride v ceh morilcev, pride The Auditors of the Universe, zelo tak morakvarski. Revizori. Ja, revizori so. Stečajni upravitelji. Ja, dejansko. Pač, ki jim gre, domišljija ljudi, jim kvari načrte, ker hoče ta vesolje spraviti v nek urejenosti, pač ljudje svojo domišljijo, kreativnostjo in zmeri kvarijo načrte in si zaželijo, da bi ceh Ašašinov pokončal, oziroma Inhume, je ta fraza Hawkfatherja. Hawkfather je pa njihova varianta Božička, dedek prasc, ne vem kako bi lahko bil, pač iz nekih teh starih poganskih ritualov in on je pač možakar s čekani in njegove seni vlečejo 4 vepri in meče darila. In jasno, tledi tako prečet, kako je to itak osnovane, pa te legende zelo naredi. In je potem en asasin, Tia Taimi, ki je zelo tak creepy model in naredi načrt, kako ga bo pokončal. Tako da veliko stvari, ne bom zdaj vsega, da se zdi, da je preč, ampak vključuje zobne vile, pa ne vem kaj vse še. Vmes imamo potem čarovnike z te neozrti univerzi in pa seveda smrt, ki pač pogrunta, da je nekaj narobe in on skoč noter, da bo zamenjal Hawkfatherja, da bodo ljudje verjeli van. Namreč zakaj? Ker ta asasin ga hoče biti tako, da pride v grad zobne vile in pač z magijo prek otroških zob povzroči, da otroci nehajo verjeti v božičke. Zdaj pač, ker je na svetu imaš pa končno količino vere in ker pač se je ful sprostil, začnejo se pojavljati in dobiš tam boga mačka, the oh god of hangovers, pa the Veruca Gnome, škratek k bolezni stopal nosi pod tušem in podobno. In glavno kolobos je čista, ampak jasno, in potem ga morajo vstaviti, ker kot smrt in pač njegova vnukinja tudi nastopa noter, Susan Stowe-Hallit, in razloži pač, da če ne rešijo Hawkfatherja, naslednji dan sonce ne bo ušlo. Zakaj ne? Ampak potem ga rešijo in sonce vzide, no prav, pa kako s to mislil? Metaforično prav, ne, res prav, sonce ne bi ušlo, prav, ušla bi sam žareča krogla plinov, ker bi ljudje izgubili zgodbe. In ona, tle je super dialog, dejansko lahko rečemo, da ima ta božični link, nekaj stoplino na koncu, prav, ona prav, I'm not stupid, you're saying humans need fantasies to make life bearable? Really? As if it was some kind of pink pill. No, human need fantasy to be human. To be the place where the fallen angel meets the rising ape. Prav, zato rabimo domišljijo, prav, ker črti razstavš vesolje. Daj mi pokaž 1 gram poštenja, pokaž mi 1 molekulo ljubezni. Nije. Sem zgodil. Justice, mercy, vse. In najboljši potem pa, human beings make life so interesting. Do you know that in a universe so full of wonders, they have managed to invent boredom? In je tudi zelo tako, sicer produkcija sama Vice 2007, Vice, da je TV, se pravi tam sploh te prizori s čarovniki, včasih imaš občutek malo boljšega polprofesionalnega dramskega društva. Ampak je tudi nekaj, imaš pa recimo tudi glasovno, imaš smrti, je dal glas Ian Richardson, in sem dal še notrene 2 citatka prav iz originalne Hiše kart, da jih pove. Noter se pojav David Jason kot Albert, kot pomočnik, ker je potem tudi dejansko prineslo do tega, ker je bil oni tak že prej fan od Prečeta, da so kasneje za tem filmom sproducirali še The Color of Magic, pa Light Fantastic skupaj spet 2,5 ure, kjer igra Rincewind, tega najbolj nesposobnega čarovnika vseh časov. Noter imaš recimo Nigel Planer, ki ga poznamo iz The Young Ones, recimo. Je tak tudi zelo zblojen hipurski čarovnik, neusmešen. Tony Robinson, Baldrick, ki je, in dejansko in Tony Robinson in Nigel Planer sta bila na neki točki, sta brala audio knjige od Prečeta, sta prišla tudi tako noter in igra enega lastnika v
neke vele blagovnice, kjer pride smrt nadomeščati Božička in tako, pač je kar ohranjen ta nek prečetovski humor dost uspešno, je pa tako, za pogledati pa potem majčkan treba vzeti si dati neka ta nostalgična očala za efekte in vse skupaj. No, ampak če je vse ostalo ok. Ja, dejansko zgodba tudi... Mislim, jaz nisem nikoli gledal, ker zmeri nisem imel zaupanja do v filmanih prečetovih zadev. Ne, ta dejansko je zelo lušna zadeva. Ja, čuva se zakon. Ja. Če ne pa lahko knjigo. Če ne pa dajte knjigo. Se sem hotel stavo, pa tako mislim, da dve ste se mi nek pogubile, te od ta najljubših z police, tako 3 police preče, tam pa kak fager. No, se ga dobro zatiska. Ja. Pa vidiš, mogoče te povabimo, pižam spet, ko bomo preče to delali, ker drug let ne bi prišli ti Good Omens ven, ne? Nič naj bi. Sorry, bojo, pridejo, absolutno so, ker trailer je že vse, tako da to pomeni, da je že vse. Če so American Gods drugo sezono, to pa je res, ja. To sem tudi videl, zdaj nedolgo tega. No, skratka, po moje bomo to, če bo seveda serija poli spadla v redu, pa jaz res mislim, da ne vem, zakaj ne, ob tem testu, ki ga imajo. Pa gledano, kako so produkcijsko tudi zastavili, mislim. Tako da jaz mislim, da bo to super ena stvar, tako da smo že v veselem pričakovanju. Hvala, Pižanci, res si se bolj pripravil, kot mi na to. Ja. Tako da, in spet je Mito, super, ki je njegova socialna nota, danes je tudi tako, ker se mu Burton tok smili. Ja, jaz mislim, da je to. Tako, dej prič, Burton, boš imel 2 filmčka pri nas. No, skratka, Mito je spet izbral Burton. Ja, moja pa zdaj naslednji, torej Edward Škari roki. Mislim, da za moje pojmem bolj Burtonovski autopoetičen film. Kot prvo, zakaj je božičen? Zato, ker se dogaja v božiču. Bolj predstavlja Burton kot Batman. Bolj je Edward Burton kot je Penguin Burton. Vsekakor. 100krat. Zato, ker ful rad poreže, ali kaj, ne vem. We gonna snip. Samo še 3 ure dolg film. Ne, mislim, da prav, da on sam rekel, da toliko bolj njegov, tale Edward je toliko, ker tudi zgodba o izolaciji, pa nerazumevanju umetnika, pa tak naprej, mislim, da to čist njegova štorija. Se mislim, da ga je Helena Bonham Carter kao sama diagnosticirala z Aspergerjevim sindromom. Simbolom, ja, sorry, lapsus. Štorija pa tak, zelo simpel. Skratka, nor znanstvenik na hribu v gradu sestavi človeka, ki se imenuje Edward, ampak žal mu zmanjka za roke. In mu inštalira pač škarje. Te za roke so zmeri pasli. Ja, to so zajebane. Tudi jaz, ko slikar lahko povem roke na slike, to je fakt. Nikar tako ne. No, skratka, ko potem ta znanstvenik umre, se on ostane sam gor, na kar enega dneva potrka v bistvu neka prodajalka, mislim, parfuma ali nekaj tega. Nima veze, no. In ga spravi v Suburbijo, ta prav ime mesta v filmu. Kjer potem on kot en božiček deli veselje z striženjem pudlov, pa živih mej in potem tudi frizur, se pa seveda zakomplicira z nerazumevanjem, pa z nekimi verskimi fanatiki. Strah jih je seveda, ker je drugačen. Ja, ni strah. Sam garderoba je bila vsakič po snemanju na pol prazna. Ja. Ima pa pač Edward Scissorhands pač to prednost, da se ne rabi matrati z odpenjanjem nedrčka, ker mislim, da je kar ok. Ja, mislim, da to vredo, ja, ampak on se dejansko nobene stvari ne more dotakniti, brez da ga poškoduje. Ja, to je, ta moment me je tak res... Takoj si mogel na... Ja, sorry, moram balansirati. Ne, ko moramo ostati v tem socialni noti. Ja, si na tej točki, a bi bil raj Edward ali bi bil raj Midas? Kaj je King Midas? Midas, če poslovim. Še en X-Men, ena Rogue, isti problem. Ja, točno. Čeprav rok si da rokavice gor, pa komod, veš, handjob, no problem. A drugače lahko je, da Scissorhanda jemneš kot origin story za Sweeney Todda? Ja, ni slaba. Skoraj da. Mislim, sama štorija ima full Frankensteinovo pošast notera, veš, zapakirano, pa tudi Frankenweenija, ki ga je isto Burton naredil. Tako da je zelo to skup spečano, ne. Ja, zelo tak njegov osebni film. Ja, full.
Ampak tale za Sweeney Todd je tudi, ja. Nice one, John. Samo tam še poje. Ja, tam še poje. Za moje pojme, definitivno. Čeprav od vseh musicalov Sweeney Todd še nekako gre, ampak... Prvi je, ne, tle sta prvič delala z Johnnyjem skup. Ja. Ker ni prvi je skupni, pa letnica je 90, tako da. Ja, to je bilo pred Batman. Same zimzeleno. Pred Batman Returns. Ja, to pa ja. Med obema Batmanoma. Ja. Si je dal malo oddihati, ko. Zdaj pa nekaj to gdar. Zdaj pa ja, dajmo nekaj manj depre, ne čak malo, dajmo nekaj z depro, sam brez šišničev. Ne bo šajni, ja. Ne, mislim, da je dobro za cahno si vse noter. Ta lep kontrast se pokaže, kak je on tudi v Beetlejuiceu, kritičen do dizajna, pa kak stvari izgledajo, pa kak je nek konformizm beden, pa levo desno, ko non-stop kaže tisto svojo gotsko estetiko. Lej, to je cool. Zakaj tisto tamle tle neki delaš, pa malaš, pa... Ta njegova estetika je ful ta kabinet z dr. Caligari. Ja. Ful, te postrani... Ja, ostri koti, pa... Ampak to tudi veste, ne, da z Beetlejuicem ta pač trivia, ker njega 3-krat pokličeš pred špeglom, ne, kaj že, pa se on pojavi. Enako je, če 3-krat tvitneš nekaj v žigi Turko. ali pa svobodi govora. Ja. Tako se pojavi, no. Tvoj delovni stroj. Narekovaj jih inženiram. Ja, kar pojavi se pritepnite s praznih hladilnikov. Ja. Prosim, ljudje, ne tega početi. Če kako se že konča Edward Scissorhands? Pobegne nazaj. Sponzor te Aljoševe šale je bil George Soros. Money. Njega preženejo iz Edwarda preženejo iz Suburbije, zato ker v bistvu poškoduje enega joka, ne, tistega nekega fanta, ki je bil malo nasilen do njega. In pobegne nazaj na grad in potem vsi v upanju še vedno mislijo, da je on gor na gradu živi, ker ko je on delal tiste skulpture za Božič, je snežilo. Drugače v tem mestu ni snežilo. In vsako leto, ko sneži, mislijo, se še živ. Ja. Tako da on je tudi nekaj zredno vesel konec. Ne, saj je, v bistvu, čeprav ful samo stane in kreira. Ja, no, zakaj je to vesel konec? Ja, ker kreira svojo umetnost in to vse fucking ne reši. Je to meni in v bistvu zelo blizu. Jaz sem samo zaposlen v kulturi. A je on imel status? Ja! On se je preživljal na trgu. Ja, ne. Zaradi pijavka na naših prsih. Ne, on je delal na črno, ker je imel črn kostim. Ja. Wow. Skratka, Scissorhands je bil drugi. Sker komat od Edwarda Scissorhandsa vam je najboljši? Meni je Friday, I'm in love. Nice one. Ja, Decoration Street. Ampak penzura je čisto ista, ja. Spider-Man. Kaj? Zdaj nisem. Komat od The Cure. A ja, obstaja Spider-Man. Nekaj v nekih pajkih je Spider-Man. Ja, Lullaby, ja, nekaj Spider-Man. Omenja Spider-Man. Omenja Spider-Man. A pol ti nisi videl onega mema, ki je krožil na Facebooku 2 tedna nazaj, kad v bistvu matematično vprašanje na tabli, pa se 2 mulca gledate. Billy has $20. And he buys 5 The Cure albums. What does Billy have? Tako odgovor nazaj, he has depression. Ja, absolutno. In spet gremo po cajtu malo nazaj. Zdaj res imamo samo, vidi se, da so to božični filmi iz naših otroštev zgleda. In tle je pač Igor ima svoj drugi film in ta je? Scrooge, moj najljubši ta božični film, ki ga vedno rad gledam za Božič. In tudi daleč najboljša priredba Christmas Carol, ter božične pesmi. Če vas zanima najbolj verna priredba, te pol pogledajte ono z Jimom Carreyem, kaj se Mekis naredil, tisto je creepy as fuck, ampak tale je pa najbolj lušna. Bill Murray je noter v all his Bill Murray-ness. Ja. Res blesti, on je corporate TV executive, ki je ful nesramen in grd in potem v eni bolj briljantnih točk odpre predal in not pogleda in ima ogledalo not, da sebe vidi, da se da power. Da si malo potrdiko. Ja, res najboljši. To je nekaj, kar mislim, da bi tudi Bill Murray imel. Ja, sem ponavadi je to steklenica viskija, pa ne vodke. To slovenske vodke. Meni se je ful zdelo
varianta na to v Ameriškem psihu, ko Patrick Bateman fuka, pa si gleda v ogledalo. Si mi je ful zdela navezava na to, enake vrste človek. Zelo dobra aluzija. Ja. Skratka, potem... Mar ne gledamo vsi Patricka Batemana v ogledalu med seboj. Oh moj bog. Ja, 3 dni umrl, da zdaj pridemo od tega. Ta je še kar repka. Okay. Še eno pivo, prosim. Torej, potem pa pridejo duhovi preteklosti, prihodnosti in sedanjosti in mu pokažejo, kak je življenje lame zaradi njega in kak bi ga lahko izboljšal in kak bo v enem bolj grozljivih scen, ker se smem, ko sem zelo mlad, ko sem pel ta film, ko ga kremirajo in je on noter, ko začne goreti in dobiš malo strahu pred kremacijo, ampak pol si rečeš, kaj bi se tega bal, se snižal. Bom mrtev takrat. Da je en kremenatelj. Skratka, konec je zelo srečen, malo je še en musical number, Bill Murray je car. Glejte, če niste videli tega filma, je vaše življenje ful prazno, poglejte ga. Brez strahu, brez krematorij. Poglejte ga, dan si Božič, res. Čakaj, to se dogaja kot neka televizijska zasnova za v bistvu kao neki odrski play, ne? Če se on v bistvu zahteva od zaposlenih, da imajo live show za božični večer, namesto da bi bili z družinami, morajo nastopati. In se ga tako kaznuje, ne? Da se mu pol pokaže. Ja, pol pa še ima, on ima enega šefa, ki pa doma pred TV-jem cel cajt in ima najbolj neumne ideje kot mačke ful gledajo TV, kaj če bi jim začeli oglase prodajati. Točno. Kdo je pa Timi v tem, a imajo Timija? Vaš unga mulca, ki je neki bolan in tako. Ja, je nekdo. Čeprav te Christmas Carol je meni vedno zelo zabavna, tam z 90-ih, ko so bile vse te TV serije, ki smo jih gledali, vsaka ima en del s tem Christmas Carol in je ta, pač ti duhovi in tako. Ja, to je bilo prav nujno. Ja, nujno obvezno si moral imeti to božično epizodo in je bilo to ponovadno. Mislim, da ta film je bil kar popularen, ker Bill Murray je v bistvu po Ghostbustersih se še kar lovil, ta je bil pa zopet ena špica. Mislim, da to leto 88 nekaj tazga, ne? Tak bil kar populariš. Mogoče so pa vse TV serije v 90-ih, ko rekli, pa dajmo vse po Scroogeu malo narediti vsako en Christmas special. Itek je pa to klasika, ne? More biti Christmas special za TV. In ko smo glih pri temu, ne mogoče, da znotraj oboda lahko pač priporočimo tudi na epizodo Doktorja Whoja, kjer Charles Dickens nastopa, ko so te Ghosts in the Lamps, kako je že mislim, naslov. Mislim, da tako naslov je. Charles Dickens ali po slovensko Karel Tič. Ja. Tičkič. Kurčič. Ok, hvala Mito. Ne, to si nisem jaz mislil. No, kao, čakaj. Prosim. Ne spomni se, v kateri gostilni smo bili, ampak nekdo je probo... Kaj zdaj ima to veze? Ne, čakaj, poslušaj do konca. Nekdo je skušal pevca od Iron Maiden ime prevesti, torej Bruce Dickinson, torej Boris Kurčič. Samo to sem htio reči. Ja, to je, hvala za to. Merry Christmas, everybody, Merry Christmas. Emily Dickinson pa ne bo nič rekli. Because I could not stop for that. Hvala bo for men. Skratka, še kaj si hotel, Igor? Ne, to je spet klasika, ne, tako da dajmo to pogledati. No, jaz imam za svoj drug film tudi klasiko, eden mojih najljubših filmov. Ljudje, ki me poznajo, vejo, da sem jaz velik fan Jamesa Stewarta in dejansko mislim, da v zgodovini, ne vem, če sem zgrešil enega ali pa dva, mogoče kakšne njegove zgodnejša filma, ker ni imel neke posebne vloge, ampak posod, ker ima on glavno vlogo, vse te filme sem gledal v življenju. In pač moja izbira za ta božični večer sicer ni, zdaj sem pa spet takoj bom pogooglal, kaj je že un film, ki se hoče fentati, ker jaz nočem biti depresiven. In se mi je pač malo zdel, da mogoče pa tisti film ne bi bil glih najbolj primeren, ampak sem vzel ta drugega njegovega, ki je tudi tako božičen in je naslov The Shop Around the Corner, ki se tu dogaja v okolici Božiča oziroma za Božič. In je, pravzaprav dogaja se v Budimpešti na Madžarskem, je pa to film, originalni film, po katerem so potem priredba tega filma You've Got Mail, ki ga verjetno bolj poznate, z Meg Ryan in... Best, kaj so imeli že, leto 40 so že imeli maile. Ja. You've Got Pigeon. Ja. Please feed the pigeon.
Skratka, tam si ona dva seveda dopisujeta po pismih, ne, po klasičnih pismih, poštari to nosijo, če se še spomnite, kaj to je. Ta drug film je pa It's a Wonderful Life, to vsi tako omenja, pač on se hoče na začetku filma fentati in potem se mu angel prikaže in tako in ga nekako skozi film in na koncu se vrne k svoji familiji in je happy. Tisti film ima super happy end, najbolj ever, ker mi je bil ful presenečenje, ker sem vedno pričakoval, ko sem prvič gledal, da se bo razkrilo, da je ta evil guy evil in bo pač kaznovan, ampak ne. Evil guy je kaznovan s tem, da je evil in da ostane sam in ga noben ne mara. On je pa nagrajen s tem, da je dober, s tem, da mu vsi pokažejo, da ga imajo radi, pa da mu dajo ful denarja. To je taka anti-bully message. Tako da to je tudi eden prvih hollywoodskih filmov, ne, se še prej imel neki Ernsta Lubitša. To je film z leta 1940 namreč, ko smo že... Adventu e-maila. Aljoša went deep. I went deep down the hall. In je črno-bel za uneka pač. Oh my bog! Za tiste, ki je ves ta božični blišč preveč. Tako. In bi se radi umaknili v varno, toplo zavetje monokromatskih lestvic. Tako je, to je še čas, no to je že med drugo svetovno vojno, ampak... Ampak zveri lepo videti, kakšne stvari, ki se dogajajo v Budimpešti. Jaz tudi mislim, ja. Skratka, je ga tudi Margaret Sullivan, ki jaz v bistvu sploh ne poznam. Oziroma ne, Klara Novak je prav ime, zdaj sem zafrknil seveda, tako je imel v filmu. Skratka, ona dva sta sodelavca v nekem majhnem butiku ali ne vem kaj v Budimpešti in se ful ne marata. On je pač nadrejen in skozi jo popravlja in skozi neki svetuje in skozi jo pač nadleguje in onega je nova zaposlena in ga ful ne mara in gre na jetra in ne vem kva. Ampak dopisujeta pa si z nekim penpalom, skrivnim in seveda sta blazno zaljubljena in potem se odločita, da se bo ta enkrat srečala in on pride tja in seveda vidi njo tam. In mu pač vse dol pade mal. In potem pač se pogovarjata in ona ga totalno užali, pač, da čaka svojega princa na belem konju, zdaj pa ji on tle nek trgovčič ful teži pač. In on seveda popolnoma uničen gre in potem se počas zbližata in tako in zelo lep konec in pač en tak romantičen film, no, za uneka. Nočete gledati grozljivk, pa smrti, pa socialne note za fucking božič, a pa hočete sam pač to. Bolj še gledati nadlegovanje na šifte. Čupa verzija. Mogoče. As old as time. Dobri stari cajt. Ne, ampak on je drugače zelo gentleman, ni nekega nadlegovanja in tako. S tvoje prizme. Ne mi uniči tega filma, dajte mi mirno. Pa James Stewart igra. A veste vi, kdo je James Stewart? A veste, kakšne dobre filme on posnel? Vertigo. Najboljši film vseh časov po izboru. Za lezovalcev, ne? Dobro, najlepših plakatov. Jaz ga imam doma. Tudi The Rope, film v enem kadru. Sam Bass. The Rope je moj najljubši, v bistvu, eden najljubših filmov in pa čez njim seveda, ker on igra tega profesorja in v enem kadru kvazi, no. Pač narejeno je tako, kot da v enem kadru v resnici ni. Mislim, je 8. Mislim, da je tako nekak, The True Detective šola. Pa jaz sem se ful politike naučil oziroma tega nekega idealizma iz Mr. Smith Goes to Washington. To je bilo tako zmer, tako. Hočemo poštenjake v politiki. Tako. Zato pa če ne gremo v politiko. Zakaj hočemo poštenjake v politiki, ker se bojo hitreje pokvarjali? Skratka, to je moj izbor, moj najstarejši. Zdaj pa gremo celo mal na novejše stvari, zgledam. In sicer Pižamci je spet na vrsti in je zbral še eno klasiko, ki smo si jo malo podajali med sabo, ampak na koncu je ostala Pižami. Tako kot je Jezus pred smrtjo moral iti na Kalvarijo, pretrpeti križev pot, ko moramo tudi mi opraviti svoj križev pot pred Božičem in gledati sam doma. In jaz pa zdaj tukaj eno priznanje. Nikoli nisi gledal sam doma. Gledal sem ga prvič teden pred snemanjem tele epizode. Resno? Res, nikoli nisem gledal celega. Kot sem rekel, bil sem otrok v gospodinstvu v hiši brez videorekorderja. To je kar nekaj. In potem pa itak ankoli ni bilo zele, ker sva z mojco rekla, da v tamamu, pa če bi mu zdaj mogoče pa pokazala, ta film se je. In smo gledali in
moram priznati, poznal sem sicer, igral sem špil sam doma, to ne vem, koliko se spomnim, bil nek PC špil, kjer si mogel po hiši pasti nastavljati. Pa to. In jaz sem sveto prepričan, da to bo 80% filma. Ne, da bo to. In sem ostal kanček nepotešen, moram reči. Ne? Tako da, ker je zelo velik predigre za potem 5 minut wham bam, thank you ma'am. Zdaj si užalil enega ortodoksnega fana tega filma. Kaj pa socialna nota? Socialna nota je vedno poglej, ali ima zobna pasta dovolj fluorida. In ali jo priporoča združenje dentologov. Ali česarkoli že, stomatologov. Ja, tako mislim. Zelo, mene predvsem rad bi videl, kakšen bi bil ta Home Alone, če bi Chris Columbus ne sam režiral, ampak tudi popravil scenarij. A veš, da se tlekaš na glava prkotali dol po štengah ali pa kaj tasga. Meni je pa film perfekt. Jaz mislim, da ta film je tak, to je tako kot branje gospodarja prstanov. Moraš ga gledati do določene starosti, da ga ponotranjiš, da se ti usede, ker pa ima že preveč tega odraslega cinizma, da bi se te lahko dotaknil. Ne, jaz pa mislim, jaz sem ga pa tudi zdaj glih pred kratkim pogledal. Prvič sem ga gledal v kino. Ampak jaz ne govorim iz stališča neke nostalgije. Ja, je ona neka muska, pa tak naprej. Ampak zdaj, ko sem ga pa še enkrat pogledal, sem pa bil to je tak dobro. In zdaj ti povedal, zakaj je to dobro. Tako da je povej. Zato, ker vsi Macaulay fucking hudo igra. Ne. Macaulay je leseno 3PM, pa v bistvu sam tam reklama za en nek čips prodaja, kaj v filmu tam nekaj prav nastavljen. Takole. Prvih 15 minut filma je dejansko študija, kako moraš ti film začeti predstaviti 16 likov, celotno geografijo bajta, pa bad guy takoj na začetku noter postaviti Joe Pesci kot policist. Pa še mu takoj na začetku, kao dati noter, kako ne temu rečem, foreshadowing, ko mulo dol fukne po stopnicah, ono torbo, pa se Joe Pesci omakne, tle v šfasu, ono kanto stari. In to je vse premišljeno in onih 15 minut, do tistega trenutka, ki se te malo z alkičom, veš, ubrije, ali kva že tisto, a ne, je to totalno genius. Ker vsi vemo, da pač alkohol na nepoškodovani koži. Ja, full peče, ja, sej. Mislim, da se dansko ubrije, predtem proba. Ne. Pa si pač kožo postrgal dol. Ne. Če bi si kožo postrgal dol, bi se videlo. Ja. To bi bil Chris Columbus. Ja. Scenarij. Ne, moja teza je, da v bistvu tale ekipa, Chris Columbus / par pisatelov po producentov, ki so v 80-ih naredili par projektov, med njimi Goonies, pa Gremline, pa ono levo desno, da je to kulminacija vsega njihovega znanja, da je to kulminacija 80s estetike. Tu noter vidiš in Spielberga, Roberta Zemeckisa, torej Indiana Jonesa, pa Back to the Future. Ful zabaven film, lepo zgleda, bo lepše kot marsikjer sodoben film. Pa dobro, zdaj folk sam čaka onih 15 minut na koncu tiste pasti, ampak to je pa zgodba o mulutu, ki mora odrasti, pa se pač spoprijeti za svojim strahom. To je tako big. Do primer, ja. Samo da ali pa trpljenje mladega Wertherja. Ja. Okay. Ne, recimo. Ali pa, kaj že on, Erbildungsroman. Kjer? Ja, čaj, takrat zeba. Tako ne magam, da imamo za goste ljudi, ki berejo. To je zadnjič. Ne, bom pa tako rekel, ne bom zdaj nakladal. Mislim, jaz bi ful priporočil tem vsem. Pejte si ga enkrat pogledati. Zdaj, ker si povedal, to se strinjam s to tvojo argumentacijo, ne bom ti oporekal, prijatelj. Okay. Lepo. In jaz sem opazil, kako sem negrozeče rekel, prijatelj, ampak res prijazno, prijatelj. Zdaj sem bolj pomiril. To ni bil tako, kot bi Joe Pesci rekel, friend? To zlati zovek. Ne, v linke bom dal en esej, od Patrick H. Williamsa, ki v 18 minutah pove zraven 3 Red Bullov, kako je to zakon film in znotraj se loti ene par zanimivih tem, pa par zanimivih istih tez, ko jaz, s tem, da jaz sem še dodal ful ene druge. Jaz imam celo eno teorijo, da v bistvu cel film je posnet kot video špil. Ne, da ta ne tako to on PC, ki v bistvu sam bajta, pa posnet, to je najbolj stupid del filma. Ampak kako ta mal ima non-stop ene mini-bosse, ki jih mora premagovati. On ta star z lopato, pa ona trgovka, ki mu, veš, kje si ti. On mora non-stop nekaj premagovati, kot nek Bart Simpson, ki mora po mestu laufati nazaj do bajta. Mislim, da je ravno to problem bil pri meni, ker jaz sem imel to v glavi, da to je to, film je to in sem pričakoval potem ta spopad.
Ne, to sem na tek. Ga bom še enkrat pogledal z neobremenjenim srcem, zaradi tebe. Pa še nekaj moram reči, tale muska, od John Williamsa, ki pa res, to pa zadane tak lepe strunce. No. Mislim, da koncu, ko se on dedek objame za svojo vnukinjo, ko on našopa tisto musko na 11, pa pizda, da se ti neja malo pova, veš, kako solzico potočiš. Come on, to je klasika z namenom. Pa še nekaj, če smo že obodovci pa žanr, tale film je zaradi svoje ne uspešnosti, ampak tudi kvalitete, sproduciral malo morje klonov, pa malo morje, v bistvu, podžanr filma je ustvaril torej family comedy, kjer mulo premaga odraslega, to je v bistvu 15 let pofla smo pogledali zaradi tega filma, ampak ne zato, ker je slab, ampak zato, ker je fucking dober. No, meni je najboljša referenca v Dogmi od Kevina Smitha, kjer tale Salma Hayek, ki daje inspiracijo ljudem, reče, da je odgovorna za 9 od 10 največjih uspešnic. Tista, ko oni froc naredi, to je nekdo predal dušo hudiču. Ne, okej. Ne, sorry, če se ti zdaj minutažo povozil, ampak meni je to res super. Ne, tle smo zato, da se pogovarjamo. In da poslušamo mitota. Tako. Hvala. To, hvalite me. In to je bil odličen prehod, kaj ti spet je na vrsti mitota. See you again. S tretjim svojim filmom, ki sem mu ga jaz dobrodušno podaril. Ja, ne, sad meni je tudi Tokyo Godfathers, meni je to tudi super movie, ne, in to bi moj evil plan, da se maščujem potem za to krajo, nezaslišano, ker je pa zopet malo dark, pa socialno zahteven, ali pa vsej, socialno zavesten, ali kako ne vem. Eno od 6 japonskih animiranih filmov, ki nima lov. Ja. Lovke niso nujne v japonskih animacijah, so pa zaželjene. Mogoče na kakih stranih... Ali so poželjene. Ne, mogoče na kakih stranih, ki sem gočeval za hub. Ampak, ja, ta film je kot prvo božičen film, zato ker se začne z petjem božičnih pesmi, to je prav začetek animacije. Zgodba pa je o 3 brezdomcih, alkoholiku, transvestitu in pobegli najstnici, ki v smeteh najdejo otroka. In potem po sledeh, ki so naokrog teh smeti, skušajo tega otroka pripeljati nazaj k pravim staršem. In seveda pride do različnih zapletov, pa srečajo jakuza bossa, pa pristanejo vsi v bolnici, pa imaš noter v bistvu tudi ene grozne scene, ko mladina skuša pretepsti brezdomce in umre. Veš, tako mislim, zraven te lepe zgodbe, ko neki sveti 3 kralji, ki nosijo Jezusa nazaj k Mariji, na primer, rečemo tako, k Jožef pa Marija sta očitno se sfajtala in sta fuknila tam ga ven. Je v bistvu tukaj malo morje prizorov, ki pa komentirajo tudi zakaj je nekdo alkoholik postal, zakaj je nekomu težko, zakaj v bistvu lahko družina razpade, zakaj, a veš, to na levo, desno. Je drama, ampak imaš tudi ful komičnih elementov, animacija je super, Satoshi Kon je genius in mi je žal, da je hitro šel, vse za moje pojme. Ga bolezno vzela, ker on je zraven tega še papriko nalil, ker meni to je favorite varianto. Tako da ne bi rad pretirano pokvaril, je Christmas movie, ampak je tako malo bolj serious, pa še tale anime, ki meni res pri srcu, tako da sem bil, ko sem najprej videl, da ga Aljoša napisal, note sem bil, Aljoša! Tako da, priporočam. Jaz tudi moram reči, da to za mene je teh klasik animeja. In tudi jaz sem najprej pomislil, v bistvu dobro, Die Hard tudi, ampak najprej sem pomislil na Tokyo Godfathers. Ker sem jaz to tudi gledal enkrat, prvič menda po nekem nemškem kanalu še, pač v nemški sinhronizaciji, in jaz to ful ne maram. Potem sem si ga pa nekje snel oziroma obodo in sem ga pogledal še tako. A si ga obodil? Obodil sem si ga tako. Lepo prosim, jaz natančno izbiram svoje besede. Hvala. Tako je, in pač jaz kot velik fan animejev, če ste... zamudili ste. A ste vedeli, da je Makon prejšnjo soboto? Če ne, zdaj ste zamudili in adijo. Pač, mi, ki to snemamo v petek, je jutr za nas, tako da lahko gremo, jaz bom gotov šel kaj pogledati, ampak za uneke pa ste ga zamudili, pa vam je lahko žal, da ste ga zamudili. Jaz se upam, da vam je lahko žal. Skratka,
Mislim, ker me zanima, kaj mi še tudi zdaj dolg nisem bil. Skratka, no, pač fans na animeju in ta je eden boljših, no. Ja, ta res dobro. Pač ta je eden ta ne Miyazakijev, ki mi je ful všeč, no, ker drugače jaz priznam, da skoraj ni med mojimi najljubšimi, ne vem, če bi se stavilo top 10, bi bili po moje 3/4 Miyazakijev, no. Tako teh celovečernih, no. Ok, no pa, recimo ta, pa še mogoče kak. No. Your Name. Žur, lahko pa naštevam. Ja, pa vseeno je pa treba ogromno. Mislim, tale film res pokaže, vem, da ima dost folka še vedno tak zadržke do animejev, ne, ali pa animiranih celovečerčev, ker v bistvu priznajmo, si folk ima v glavi pač Disneya, pa Bambije, pa Frozen, pa ne vem, kje je levo desno. Kako oni pa to je. Med tega animacija v resnici tudi Hotel Transylvania, pa Cars. Ampak to je zdaj tisto, kar mito pozna, ker nima otrok. Ne, mislim, Over the Hedge je meni super. Meni je res pisal. Frozen pa veš, kaj je tle, to je tudi poznam pa vse muske na pamet, pa ne vem za kva. To je tudi tako, ljudje so to razvili še iz časov emule, ko so dol vlekli filme in potem si odprl in je bila ponavadi nek hentai z lovkami. Tako, what the fuck? Prasi. A to je Home Alone 3. Jaz se spomnim, ker smo še to ful počeli in si downloadu film in enkrat sem imel tako do polovice, je bil točno ta film, pa kar naenkrat je presekalo in so bile samo najbolj ugly porno, hentai scene in tako. Mislim, in te zanimajo, če se bo film nadaljeval, a ne? Najprej sem mislil, da je sam intermezzo, ampak ni bilo. No, skratka, Tokyo Godfather, super izbira, ker je originalno moja. Ne, samo hitrej si bil, korito, samo to. Zato, ker sem pač jaz poskrbel, da ko sem sestavil razpredeljence, da sem takoj upisal svoje filme. Zakaj pa me imate za adminat? Skratka, Igor je spet naslednji njegov zadnji film, oziroma sploh ni film, kjer ultimativni zajep je to. Zdaj pa vas bom. Skratka, je knjiga, ki pa bo serija. Knjiga, ki bo serija že menda prihodnje leto in sicer naslov je Nosferatu. Ampak zapisano zelo nenavadno. Z Leadspeak. V bistvu gre za Vanity registersko, tako da je NOS 4A2. In sicer... Kar se sploh ne prebere Nosferatu, ampak ne jim bo. Nosferatu. 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 Ja, tudi oni ne reče Nosferatu, Nosferatu. Sorry. Nosferatu uporabil v Gamenu, ker sem prevajal ta Fortunately the Milk, kaj pa mleko, ker so potem vampiri noter, ker mi najreč črka v in je rato ta glavni Nosferatu. Lepa. Kaj to je? Nosferatu je knjiga, ki jo je napisal Joe Hill. To je človek, ki se je odločil, da se bo diferenciral od očeta Stephena Kinga, potem, da si bo dal drug priimek, ampak nosil isto frizuro in zgleda identično. Isto pije kolonsko. Kaj? Isto pije kolonsko. Ne, to pa je dal skozi, ko je njegov oče pil, zdaj ve, da to ni cool. Hotel pa je zvenet kot brat od Johna. Skratka, knjiga je pa zelo tako, da bi napisal Stephen King, ful podoben slog. In tudi so ene reference na Kingova dela not, ki so dost zabavne. Ampak ni njegov pen name, hočeš reči. Ne, prav to je njegov sin napisal po lastni volji. Gre se pa za zgodbo, ki se dogaja prek več božičev. In sicer spremljamo eno Viki, je ime Viktorija, ki je najprej mala punčka in ugotovi, da ima posebno moč, da če si ona zaželi in ko se pač nekje pelje, se lahko, če si predstavlja nek predmet, se pojavi tam, kjer je ta predmet. Torej, ko kaj izgubi, lahko tak najde. Ne? In potem ugotovi, da pač je več različnih ljudi, ki imajo podobne moči. Ena recimo preko skrebla nekaj lahko odkrije, ki je nekdo. Ne? Ampak vsi ti ljudje, ki imajo te moči, moraš nekaj izgubijo zaradi tega, ne? Pač nekaj morajo trpeti, ne? Tudi socialno. Ful je socialne note tudi v zgodbi, gre za razpad družine, starš, oče tepe, mamo, pije, ne vem, kje je tudi bil idejo. Ja, pa kakšen govoreš me Olinčar. Ne, potem pa ona, ko je najstnica, jo pa ugrabi en tip, ki pa vozi Rolls Royce, na katerem piše Nosferatu. Okay. Oziroma ona ugotovi, da je on ugrabil nekoga drugega, pa gre za njim, pa mu zažge bajto, pa proba rešiti onega malega, ampak ne more. In potem sebe reši, oziroma njo reši en tip, s katerim prestanete skupaj.
In ima tudi ona nesrečno življenje, ima sina, ki mu je ime Bruce Wayne, kar je pretty awesome. Tudi malo nenavadno, ampak je. No in potem pač tisti tip, ki vozi Rolls-Royce in ugrablja otroke, ima pa, zdaj pa prijemo tega, zakaj božičen film, ima pa plac, ki isto obstaja v neki drugi dimenziji, ki se imenuje Christmas Land in je poln teh otrok, ki jih je ugrabil, ki nimajo duše in so evil, ampak vse je tak Christmasi, božična drevesca in potem... To je tako, kot Ljubljana sred za Božič, središče Ljubljane. No in potem ona se mora iti tja, ker njenega sina ugrabi in gre ga rešiti. S tem, da je pa že dosti sodobna zadeva in ko sina ugrabi, ima sin iPhone zraven, ne? In pač FBI pomaga iskati otroka in da jo hitro Find My iPhone vklopijo, ne? In ko vidijo, kje je, potem pa zgine, ker gre v to drugo dimenzijo in se prav na onem Apple Maps se spremeni in so poimenovani pač Christmas Land tam not, pa tam je potem Pennywise's Circus, pol so pa tam not reference na vsa Hillova dela, pa vsa Kingovih del, pač not narejeno v iPhone Apple Mapu, kar se mi je zdaj full lušen touch, pa full redko, da vidiš, da te sodobne tehnologije dejansko nekako tako uporabijo, pa da so v končni fazi vseeno čist useless, ne? V konci fazi tudi tako, mislim, ker si rekel, pač med respekt pač sinu, da vseeno, veš, dobro se hoče diferencirati, kar bi jaz čisto razumel, če je tvoj fotek Stephen King, ampak da vseeno pa uporablja, recimo, pa se ne boji referenc, recimo, na fotorove. Čeprav, no, kaj s temi Kingi pa sporednimi dimenzijami, to je tako na... A veš, ni to že klasika skoraj. Ja, to je kingovska klasika. Mislim tako, če se že želiš diferencirati fotra, ne ponuca glih dimenzija, pet mogoče nekaj. Ne, se ni drugače izvedeno kot recimo v Dark Toweru, zelo drugače. In zelo pristno in mislim, ful je zanimivo branje, edino kar je pa meni ful frustrating na koncu. Pač on, ta bad guy je on, ko je full hud bad guy in pol, ki ga avtori ne upajo res pokončati, zato pač pol moram da se bo še nekje mogoče vrnil, ampak ne, to gre meni res. Ja, to tako kot Creatures. Kaj? Kot Creatures. Creatures? Ja, enka se konča tako, na koncu, ko misliš, da so jih pobili vse. Critters. Ja, Critters. Critters, ja. Tako vsi Friday the 13th, pa ne vem, kaj zmer neka roka ali pa nekaj, tako se pojav še na koncu. Parabljeve freske. The End s vprašajem. The End. No, skratka, knjigo preberite v angleščini, super branje, ful zanimivi liki, ful razgibano. Serija pa, koliko vem, se že snema in mislim, da bo na AMC-u. Drugo leto, kar so te isti, ki delajo Walking Dead, tak da Ziher bojo dolge epizode umiranja. Likov, kar je še kar je pa mogoče v bonus rundi dodal en film, ki ga je posnel leta 2064. Kako pa je naslov? I saw it coming. Mad Max, A Post-Christmas Carol. The Ghost of the Christmas Past, Mel Gibson. Zanimiva stvar, tako malo si prekršil pravila, ampak naj ti bo, ker si glih ti, Igor. Jaz pa vam za konec, pravzaprav tudi sem malo prekršil pravila. No? Zdaj, to je bil spet en tak segway. So mi radikalci. Imam The End of Time, to je božična epizoda Dr. Whoja v 2 delih, se pravi božična specialca sta to in sicer z let 2009 in 10. Mal pa je prevara, zato ker je prvi del za božič, drugi del je bil pa za nov let. No, tako. Takrat, ko so še to, se mislim, da bo letos tudi božični specialc s to novo Dr. Whojico, tako da se bojo držali te neke svoje, ampak BBC pač dela te speciale, da lahko za božič gledaš te stvari in ta je moj najljubši in najhujši. To je oboje v enem, tako en tak paket je. Prvič, ker seveda to je epizoda, v kateri umre 10. doktor David Tennant, ki je bil pač moj eden najljubših likov in potem sem pogledal vse filme z Davidom Tennantom, tudi Harryja Potterja, ker on ima minorno vlogo. A si gledal Camping? Sem gledal Camping, ja. Koliko je hotel Camping? Ne, David Tennant je res car, no. In tako in tle not mi je bilo, in mi je bilo eden najhujših tist, kdo ga bo zdaj nadomestil,
ker tudi BBC je to znal vedno ful dobro skrivati in to dati. In pol pride pač na konc tega, pač se regenerira v Matt Smitha in si v začetku tako, moj bog, kdo je ta Pifler in ne vem kva. Seveda se pa pol totalno nesmrtno zaljubo spet v Matt Smitha in mi je pol boljši Matt Smith kot David Tennant. Fez naredi svoje. Ja, Fez pa bowtie. Bowtie je zelo cool. Tako da, je pa ena taka tudi zelo dobra štorija, pač pravzaprav tle, ker je bil Eriksen, je bil sam eno sezono, ne? Pol je pa David Tennant takoj prevzel, zato ker je hotel neke te socialne note v Dr. Whoja upeljati, ker mu niso pustili, da govori s svojim originalnim naglasom. Pač, skozi pa so hoteli, all planets have north. Pa so hoteli tako ta posh accent in on to ful ni hotel požret in jih je scancelil in pol je David Tennant pravzaprav, mislim, da to je bila pol njegova četrta ali kjera. On je pa bil bolj upogljiv gledati. On je, mislim pa zgleda, pač ni tako. On je David Tennant je tle sploh v Doktor Who, on je igral z zobmi. Poglej, to tako ima prominentno zobe neki ven meče. To je mogoče tudi res, ja. Tako veš, kaj eni pač igravci, ki te z očmi pritegajo, z zobmi. Aha. To še pa nisem slišal, kaj da bi... No, skratka, v teh dveh epizodah... Prav, mogoče to pri Britanci, ki imajo to kao pregovorno slabe... mogoče pač bolj kažejo. Tisti, ki imajo dobre. Tisti, ki imajo dobre. Dobre zobe imaš, a bi ti bil nov doktor. BBC je rekel, hire that man, look at this teeth, man. Zarjenemu doktor Whoju se ne gleda v zobe. In skratka... Kje sem zdaj sem pa čisto med zmedli. Skratka epizoda gre za to, pač on se zaveda, napovejo mu, da bo umrl in pač on noče umret, čeprav se bo regeneriral in bo drug, tako da ni tak bad, no, pri Dr. Whoju, ampak on ful noče umret, ker pač totalno zamenja osebnost in je kot nov človek, ne. To je zmer pri Dr. Whoju smrt in povejo mu, da pač he will knock 4 times. In ko bo nekje potrkalo 4-krat, bo on pač kao umrl. In pol seveda prita njegov arch nemesis, The Master, se nazaj vrne in naredi celo svojo raso masterjev iz ljudi, svoj DNK posod razplodi, ali kaj bi človek rekel. In Dr. Who gre neki v gverilo, ful se borijo, tako. In pol on že reši tako in ta master sliši neko bobnanje več čas v ušesih, pol se seveda hoče Gallifrey vrniti in skratka, če ne poznate, vam in tako noč ne pomeni, ker ja zdaj govorim. Timothy Dalton je no, tako je. Seveda, da master igra John Sim, ne? Se pravi, to je unta tret, kadar Martin Friedman ali pa Simon Pegg nimata cajta, ne? Rambo tega svetolasga Britanca. Tako je. Kaj pa ima tudi dosti izkušen on sam s časovnim potovanjem, ne? Life on Mars. Aha, ja. Ja, in on je fantastičen master, no. In pač tu tudi je master, tako ni čist evil, pač, ker itak ni nikoli bil, no. Ampak tle pol na koncu on pomaga pač Tennantu rešiti vesolje ali pač skratka zemljo in tako. In že misliš, da v bistvu se je rešil, ne? Skratka, ono bobnenje, misliš, da so bili ti four knocks. In si misliš, rešen je, očitno ne bo noč, pa še bo ena sezona s Tennantom. Sam pol je en njegov glup sidekick, se ujame v neko komoro. Mickey. Ne, Wilfred. Pradedek od Done Tart. Done Nobles. Ta moja služba. Od Done Nobles, skratka, njen dedek, no ne pradedek. Če je Mickey bil prej ali pa Mickey bil zbil? Ne, je tudi le. Mislim, da je prav v tem delu tudi on zraven, ampak skratka, ta dedek se ujame v neko komoro in potrka seveda na steklo 4-krat in pol seveda ugotovi Dr. Who, da ga lahko reši sam tako, da gre on v drugo komoro, pritisne neke gumbe in njega preplavi ta radiacija in ga tako reši pač tako in se samo žrtvuje. Kaj? Tako Spock. Ja, no dobro. Neki ta poceni. Daj tako. Mi govorimo tle o znanstveno-fantastični klasiki, lepo prosim. Neki ta z nekimi... Če te meta te Spocke, pa je to lepo opozovalom. Ej, Aljoša, naslednji teden smo mi dva sama. Videl pa je tako ena šampenko, kaj. Skratka in potrka. Res, to moram poklicati. Pripravi, že pripravi. Skratka je ful tako srce parajoča scena, ker on noče umreti, noče, ampak zdaj valjda bo rešil tega človeka in ga seveda reši in pa se regenerira v Matt Smitha in si pač ful žalosten, ampak pol. Ne, predtem še ful obiskuje in se poslavlja, to je tudi kot da bi AMC snemal in gre nazaj do svoje večne ljubezni Rose, ker je ne more videti, ker je ujeta v nekem drugem cajtu, ne vem kva, se ni važno, pač nekak so mogli narediti, da je on žalosten zadnjo sezono.
in se poslovi od nje še tako zelo srce parajoče in pol gre umret in pol je Matt Smith in prvi del ti je mogoče nadležen, drugi del še tako, pol pa je vedno bolj cool in si tako pozabil sem Davida Tennanta. Prebolel, predvajal ta so ljudje na internetih čist popizdili zaradi tega Geronimov, ki se prva njegova beseda so Geronimo in so si, kaj se pa to gre, to so pa zdaj čisto ničelnik doktorja. Kaj bi pa on Geronimo zaupila, to pa res ni doktor Who. Ma sej zmeraj pizdijo za vsakega doktor Who, pa še vsakič se je izkazalo, da pol ni bilo tako slabo. Tudi Peter Capaldi je zadnjo sezono, mislim, da dost popravil vtis slabih prvih, ampak preprosto tle je bilo, koliko zmer ponavljam pri Capaldiju, je bil problem, ker so bile štorije vedno bolj butaste in vedno več je bilo daleko, ker teh konzerv res več noben ne more gledati. Škaj so bili meni daleki najboljši v modelu, ko so cel svet zavzeli, ko so bili pa se jih imel v nemščini. Exterminiran! Se pa hitro naučijo jezikov, da so kar inteligentne Rio Mara konzerve. Skratka, in the end of time... To so te tune, ker ni rada biti kalvo, so pa zdaj. Se tudi znotraj gledajo, ko malo ribije. In pač the end of time je, mislim, da tudi krasen naslov, da zaključimo top 3 božične filme. Jaz bom zdaj sicer malo na hitro pogledal, kaj smo vse spregledali, ker smo motherfuckeri. Grinča recimo ni noben imel, ne vem zakaj bi ga. Mito, kje je The Nightmare Before Christmas? Ker je musical premito. To pa res, Pa bi bilo tako lepo, da bi imel Treat Burton. Ja, vem, To bi bil tako, ne vem, kaj je to v Taroku. Ta socialna nota je prevagala nad Burtonom. Lethal Weapons, pa se mi dva že menila. V bistvu vse od tega tipa, ki je napisal Lethal Weapon, se dogaja za Božič, razen Predators, ki pa, dajmo se pretvarjati, da to ne obstaja. Ampak, kak je ime človeku že? Se spomni kdo? Tak je naredil Iron Man 3, pa Kiss Bang Bang. Nice guys. Shane Black. Vsi razen Predators se dogajajo za Božič in vsi so primerni za ogled za Božič in vsi so hilarious. Razen fucking Predators. Ja, Kiss Bang Bang so tudi jaz tukaj majhen. Ja, pa... Jaz sem na eni listici zaznal. Ta je fenomenalna. Mene je žena razpomnila na While You Were Sleeping. Ja, to je tudi nekaj Božiča. To je čisto krog Božiča, pa da bi se zelo taki... Love Actually, če smo že pri romancah, je taka tipična... Pa pisma. Sveta Monika, ki ne bi obstajali brez Sam doma, priznam. Pa Polarni vlak, pač pa pokvarjeni božički, recimo tega tudi noben zdaj Netflix je popenil na to božično sceno in so naredili v zadnjih 2 letih enih 100 filmov. Med drugim je letos prišel ven s Kurtom Russelom, kot božičkom, ki se ga nisem mogel pripraviti, da bi gledal. Lani sem pa iz ene morbidne kuriozitete gledal A Christmas Prince in v bistvu naslov kar dobro povzame cel film. Je Prince not? Okay. Prince je not, pa Božič je. Ena novinarka gre pokrivat neko Eastern European kraljevo družino in se zaljubi v princa za Božič. Epic. Je najbolj gledanih Netflixovih filmov vseh časov drugače. Tako da to, da žanr nastaviš in daš primeren naslov, ful deluje. No pa še, če smemo omeniti, tale naš zvesti poslušalec Matej, kak je že on? On ima trenutno na Facebooku, samo to ne bi že mimo. Ampak če tam je več naslovov še tudi za pogledati. Pa čudež na 34 ulici, recimo, ena taka ameriška klasika, sicer res tega nikoli nisem gledal. Ja, tako gledal, oni imajo prav, it's beginning to look a lot like Netflix, imajo kategorijo. Dobar. Skratka, je kar nekaj še tega, pa vsako leto kaj novega, tako da mi smo sicer res brali tle bolj take zimzelene. Naše stvari, vse tako je prav. Grozljivka vsako stvar. Na Netflixu imaš Fireplace for Your Home in imaš prav posebej Birchwood edition. Prav tako lahko si izbereš, kjer les ti bo gorel. To pa je zdaj. Kar preskoče, jaz imam ta prav kamin. Drugače sem imel še v... Pa ta Home ima For the Holidays so naredili risanko, vezan zato, ker je Ben Schwartz noter se pojavil. Pa Super Monster, in The Wish Star. Jaz sem imel še In Consideration, seveda, božični del Buffy.
The Vampire Slayer, kjer ona reši Angela, ki se hoče, oziroma ona ga ne reši, v bistvu Angel se hoče fentati tako, da čaka sončni vzhod na nekem griču in potem začne iti sneg in pokrije sonce in ga bogovi rešijo. To sem gledal. Ja. In potem se sprehodita po sani delu po snegu in tako. Okay. Lepo. Še Igor je priznal, da je Elf on the Shelf. Ne se vem, Elf. Okay. Čestitke za najdaljšo epizodo, ampak če... če se Mito ne bi razgovoril, sam doma bi bilo 20 minut. To te stvari treba povedati. Ja, absolutno je treba povedati in tudi pogledali boste, bomo dali dol zapiske. Linke na e-mail. Zakaj smete počne? Pol sam doma, pol tentakli. Bomo zmontirali eno tako tentakelski. Zvečer, zdajle, ko ste poslušali to, kaj božični večer, zberite družino okoli sebe, vzemite svoj laptop, rečete, zdaj bomo gledali sam doma. Obod verzijo. Moj gud. Skratka, to je bila naša 11. epizoda, božičen special. V njej smo za vas klepetali o naših najljubših božičnih filmih. Poslušali ste torej, če še zdaj ne veste, kaj ste poslušali, podcast po imenu Obod, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, jaz ne govorim iz stališča neke nostalgije Gegič. Igor, vsi poznamo finske filme Harp. Aljoša, Žigaturk, Hrvanov. In Boštjan, živel sem v hiši brez videorekorderja, Gorenc, pižama. Ne se zdaj zamude predložil, da bi dal še eno srednje ime. Ja, to je res. Ja. Zato, ker ne snemamo kronološko, nisem mogel od prejšnje epizode pobrati stvari, pa tebe v njej ni bilo, tako da sem mogel zdaj kar sveže iz tega si sproti spisovati, imam tle vse počečkan in nisem našel dveh resne epizode. Lahko jaz zadžeziram. A lahko ti zadžeziraš? Ta podcast je božični. Podpri.si. Hvala in mir z vami. Hvala, pižamca, ampak nismo še tako. Ne, pa to je to je ta božična verzija. Lepo. Boš na koncu še enkrat. Bomo na koncu še enkrat, pa Igor ne bo zarezal, bo pač dvakrat. Dajte denar, božič. Ker je specialna. Tako je, danes morate biti darežljivi, ker je božič in... Bodite božiček za celo leto. Tako. Tokrat znova snemamo, oziroma, tokrat za nas je še zmer, ampak dobro, dajmo to kontinuiteto obdržati. Tokrat znova snemamo v kinu Bežigrad, našem najljubšem prostoru za spremljanje novih filmov, ki se mu seveda zahvaljujemo za gostoljublje, prijaznost in predanost, ter upamo, da bodo ustrajali z nami kljub občasnim skokom čez plot, ki so pač posledica modernega tempa življenja in prezasedenosti, tako kot vsi skoki čez plot. Kot bi rekel že, fantje, kje se vas najde na internetih in seveda, kot dajem jaz, kje se vas da ujeti še v živo, še kje druge. Zdaj, pižam tle neke... Bill Murrayja podstrika. Merry Christmas. Skratka, Mito, kje se te najde na internetih in v živo, pa mogoče ne dajati svojih domačih naslovov ljudem. Moje naslove preskočimo. Jaz sem Buda Mit, skratka, Budino meso. Skratka, absolutno moraš to preveriti. Lej Božič, folk mora nekaj popapcati, ne pa tudi kako zmoliti, pa ne rabite nujno Coca-Cola Božičko moliti, lahko Budi tudi. Skratka, Buda Mit na Twitterju, pa na Instagramu in dobri stari Mito, vse posod drugi. Igor. Kalandar Q na Twitterju, spletna stran YouTube kanal, gledal bom, pa... vikend. Za vikend pišem. Samo za vikend piše. To je ni kingovska metoda, ki piše vsak dan, ne vem koliko ur. Med tednom prevajam, za vikend pa pišem. Lepo. A no Dune, kaj? Pižam, kje se tebe najde na spletu in druge? Na Twitterjih sem Pižama, na Facebooku Boštjan Gorenc Pižama, na Instagramu Stric Bedanc, brade.si, pa pišem za gledanje ciljno publiko tega podcasta, zdaj decembra najdete moje zgodbe v Cicibanu in Cicidoju. V Cicibanu Tanja Komadina ilustrirala, v Cicidoju pa Polona Lušin. Okay.
Fair enough. Respekt obema. Mad respekt. Skratka, Aljoša Harlamov sem Al Harlamov na Twitterju, druge mislim, da sem kar Aljoša Harlamov, imam svoj kvazi blog. Arhiv, bomo kar uporabili besedo arhiv svojih starih tekstov na spletu in to je bolj ali manj to. A veš, da bi bilo bolj, da bi rekel blog, kakor pa arhiv? Ja. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, širajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov. Dajte nam tudi kakšno oceno na iTunesih. Jaz bom uzurpiral ta jebeni mikrofon. Uzurpiral, če lahko rečem. Podprite platformo Aparatus. To je res smešno, z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če še vedno ne veste, kaj za praznike podariti vašemu ljubemu ali ljubi, mislim, tale podcast je zastonj, menda ne boste podarjali bonov za podporo Aparatusa, dajte se spomniti, če se boljšega. Knjige Cankarjeve založbe. Hvala, vsaj nekaj lepega danes, hvala, Pežanc. Lahko pa ali mu skuhate večerjo, prižgete svečke, naštimate masažno mizo, olje, kopel, zapol, prižgete naš podcast in pričnete z romantičnim večerom v šestero. In upamo, da ste svojemu partnerju pod smrekco skrili kakšno instalacijo od Mitota. Tako. Ja. Jaz pa upam, da niste revealali genderja s tem, da ste cicibane dajali pod smrekco, oziroma dokazovali svoje nosečnosti s tem. Dragi, nekaj imam za najo, kar bova rabila. Ciciban v modrem ovičku. Ja, to bi bilo še kar bed. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, božične pesmi, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet čez en teden, ko bomo menjali koledarje in bo naša 12. epizoda odprla koledarsko leto 2019. Pripravili smo vam znova presenečenje, kajti z nami bojo kar 3 gostje. Ne bomo povedali njihovih imen, še naj bo to skrivnost. To boste prebrali 1. januarja zjutraj, ko boste ob Sarmi poslušali naš podcast. A smo se zmenili, da bo 1. januarja, zato ker me Igor zdaj tako nenavadno gleda? Ne vem, če ne bomo dali že en dan prej. Ob 3 zjutraj, da kad prideš žura dam? Ja, po mojem nekaj tako. Ali pa, kad se vozaš dam, kad te prijatelji vozijo, da urno pa ga optijo rečeš, daj mi tlele, a lahko dam na Bluetooth telefon, pa poslušamo obot. To je tako easy način, kako prito poročila, ker so poslušali. Tako, so zletili. Jaz bi pa mogoče izkoristil samo to, da še povem, da vsi, ki na Aparatusu primarno poslušate obot, ste povabljeni k poslušanju specialne praznične festivus oddaje, ki tudi enega teh dni se znajde gor v vseh feedih, se pravi od Aparatusa, od podrobnosti in pa od opazovalnice. Lepo. Nov podcast. Zicar se pripravlja. Mene sicer niso povabili zraven, ker preveč vem in je pa brez veze, ker vse moje napovedi držijo. Ampak ja, 3 mladci, ki so v življenju že parkrat gledali, kako se žoge meče na koš in vejo par stvari, bojo govorili, tako da bomo lahko skupaj potem Žalosten sem. Sansi. Vse bo. Skratka, lepe praznike ljudje in ljudine, Pižam, zdaj pa lahko ponoviš uno. Ta podcast je božičen. Podpri.si. Slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji. Ja, vesel rojstni dan, Justin Trudeau. Gloria in naš zvizdejo.